Dober dan iz Studia Evropa. Leto pandemije v Evropski uniji. Kje smo in kam gremo? To je tema današnje razprave. Verjetno si je pred enim letom le malo kdo oziroma verjetno nihče predstavljal, kako zelo nam bo novi koronavirus spremenil življenja. 21 milijonov okužb in pol milijona življenj. To je davek, ki ga je novi virus terjal v državah članicah Evropske unije. Leto pandemije covida nam je pokazalo, da so države članice Evropske unije ranljive, njihovi zdravstveni sistemi pa preobremenjeni. In čeprav je zdravstvena politika v pristojnosti držav članic, pa je usklajevanje in sodelovanje še posebej med globalno zdravstveno krizo nujno. Pred letom dni, ko je bila Italija v prvih ključnih tednih pandemije, se je na italijansko prošnjo prek koordinacijskega centra EU za nujni odziv sprva ni odzval nihče. Nato pa, po začetnem prerivanju držav članic za zaščitno opremo, se je Evropski komisiji v nadaljevanju vendarle uspelo dogovoriti za skupno nabavo cepiv. Komisija je nato ob koncu lanskega leta predstavila temelje Evropske zdravstvene unije, s katero želi zaščititi prebivalce Evropske unije in jim zagotoviti visoko kakovostno oskrbo v času krize. Toda v zadnjem času je ponovno slišati vse več kritik Evropske unije, tokrat zaradi počasne dobave cepiv, hkrati nas skrbijo še nove različice virusa, pa pandemska utrujenost ljudi in seveda skepsa do cepiv. Torej, kako sta se v boju s koronavirusom odrezali Evropska unija in kako Slovenija? Česa smo se naučili in kaj si lahko obetamo od načrta EU za vzpostavitev zdravstvene unije? Kakšna je prihodnost javnega zdravstva v Evropski uniji in v Sloveniji? Kako bodo nove različice virusa vplivale na učinkovitost cepiv in kakšne bodo dobave cepiv v naslednjih mesecih v Sloveniji in v Evropski uniji? No, več kot dovolj iztočnic za naše goste. Z nami lepo pozdravljam 4 evropske poslance, gospod Ljudmilo Novak, doktorja Milana Brgleza in doktorja Klemena Grošlja. Lepo pozdravljeni. V naši družbi so tudi 3 predstavniki stroke. Profesor dr. Samo Zver, predstojnik kliničnega oddelka za hematologijo iz Ljubljanskega kliničnega centra, dr. Mario Fafangel, predstojnik centra za nalezljive bolezni iz NIJZ-ja in profesor dr. Roman Jerala z Kemijskega inštituta. Lep pozdrav. No, iz Evropske komisije pa pozdravljam gospoda Stefana Šreka iz Generalnega direktorata Evropske komisije za zdravje in varnost hrane. Razpravo bom povezovala Petra Prešeren, k sodelovanju pa vabim tudi vas, dragi gledalci. Vprašanja lahko zastavite tako, da jih zapišete pod komentarje. Gospod Šrek, začela bi z najbolj perečim vprašanjem v tem trenutku. Številni Evropejci se namreč sprašujejo, zakaj prihaja do dobave cepiv s takimi zamudami. Cepiv trenutno kritično primanjkuje praktično v vseh državah Evropske unije. Za primerjavo medtem pa je v Združenih državah Amerike približno 10% prebivalcev že prejelo prvi odmerek. V Veliki Britaniji je ta odstotek še nekoliko višji in znaša okoli 20%. Torej, zakaj v Evropski uniji poteka cepljenje tako počasi? In the EU. Yes, good morning. Thank you very much and Dobro jutro. thank you for inviting Hvala lepa, da ste meeting. me povabili na ta Yes, the dogodek. vaccine rollout is actually beginning Res je. slower than we expected. Dobava But cepiv first of all, I would poteka like to say počasneje, kot that smo pričakovali. indeed vaccines are In pa likely to be v the prvi key vrsti for our rad exit from povedal, da the bodo pandemic. cepiva ključ And do via izhoda the EU strategy iz for krize. COVID-19 vaccine, the pomočjo Commission has secured strategije access Evropske of unije member si states je for such Evropska vaccines as soon komisija as they become zagotovila available. dostop And do I would like to cepiv za stress države here that članice this takoj, access ko is ta for all postanejo na member voljo. states Ta under the dostop, in same to poudarjam, conditions at the je na same voljo za time. vse države I would članice like to underline that in that pod in enakimi itself is pogoji. just an enormous Poudarjam, da achievement. je že And to samo with the dejstvo ogromen contracts which dosežek. the Commission has signed, we have secured now S pogodbami 2.6 million smo vaccine doses zdaj from zagotovili 6 vaccine 2,6 manufacturers, milijona and odmerkov we are still talking with other 6 companies to actually proizvajalcev. acquire Pogovarjamo more. se še z drugimi 3 proizvajalci, da bi vaccines, nabavili the še BioNTech več Pfizer cepiv. vaccine, the 3 Moderna and the cepiva, Moderna, AstraZeneca have been BioNTech in authorized for the EU AstraZeneca market so and že dobili are now dovoljenje being used za for trg vaccination in EU member in se states. sedaj uporabljajo But za of course, cepljenje it's v too early državah to see an članicah. impact of Seveda vaccination on the pa je še pandemic. prezgodaj, da bi že What videli, matters kakšen now je is that we vpliv keep vaccinating as fast as cepljenja in possible cepiv na while pandemijo. maintaining Ključno je non-pharmaceutical zdaj, da interventions cepimo as well, čim prej, in particular obenem in pa view of the ohranjamo emergence of the tudi new variants. nefarmacevtske Now, ukrepe, how is the zlasti v luči situation now at novih the sevov. moment?
Kakšen je trenutni European Center položaj? for Disease Prevention and Evropski Control, the center za ECDC, preprečevanje they in run nadzor an nad instrument which boleznimi, is called the ECDC, vaccine tracker. ima And by the inštrument 25th of February, so in yesterday, do 25. 10.6% februarja percent of the population in the je EU have received their first 10,6 dose. odstotkov This is a start, but prebivalcev as you Evropske unije mentioned, prejelo prvi we have to odmerek. become To nam faster. sporoča ta The inštrument. Commission has Seveda actually pa set clear moramo targets for ta vaccination, postopek še in pospešiti. particular that Evropska member states komisija should have ima vaccinated a jasne minimum cilje. of Države 70% članice of the adult naj bi population by cepile summer vsaj this year. 70% This is ambitious, odraslih but prebivalcev also do realistic. letošnjega poletja. To je zelo So ambiciozen one thing cilj, is je the pa tudi vaccine realen. supply, and on that I Eno can je tell torej you that more dobava than 40 cepiv million in v vaccine zvezi doses s have tem been vam so lahko far delivered povem, to member states. da so države But članice we do see zdaj prejele že also that not 40 just the milijonov supply odmerkov is an cepiv. issue, but Vidimo also pa, the da actual je administration. problematična Only ne samo dobava, around pač pa 29 tudi million distribucija. doses of those Samo 40 million 29 doses, so milijonov 3/4, have odmerkov so od far teh been given to 40 citizens. milijonov, torej 3/4, We are so of course državljani aware do of the sedaj tudi production dejansko capacity prejeli. issues and Zavedamo announced se by vaccine težav z manufacturers zmogljivostmi within the portfolio we have secured proizvajalcev in the recent weeks. To address in this s tem problem, smo se we ubadali recently tudi have set zadnjih up a nekaj task force tednov. which is Zato led smo by ustanovili Commissioners tudi delovno Breton and skupino, Kyriakides, ki which jo will look vodita into how to komisarja Breton in maximize production Kyriakides. capacity in close Prizadevamo si, collaboration with da bi vaccine čim bolj manufacturers. povečali This tudi is zmogljivosti za something proizvodnjo cepiv, which we seveda v did not look sodelovanju s at proizvajalci. enough in the past, but this will now Tega be morda v addressed začetku nismo with dovolj full energy. upoštevali, vendar pa se bomo There tega is zdaj also another lotili instrument z which vso we have energijo. recently announced, the Še en so-called HERA inštrument je, incubator, ki which smo has ga as clear nedavno objectives najavili, tackling to new pa je variants of the inkubator virus HERA. and ramping Tukaj up gre of predvsem production za capacity. ukvarjanje z novimi But let's variantami. say one thing we need to focus To je Evropski organ za pripravljenost in odzivanje na izredne zdravstvene in razmere. addition to these delivery issues is actually Ampak the need for poleg member states to vprašanj, s speed up katerimi se vaccination soočamo of the pri doses dobavi, which are pa there morajo tudi and make same sure that all države available članice doses are used up. pospešiti This is a cepljenje race in against time poskrbeti, da se and bodo we uporabili all need vsi to odmerki, collaborate ki to so be as dejansko fast na as voljo. possible. Zato seveda moramo vsi skupaj sodelovati, da bomo čim hitrejši. Spodbudno je slišati vaše napovedi, gospod Šrek, da kljub tem, bom rekla, zamudam v dobavi cepiv še vedno nekako računate na to, da bi bil ta cilj 70% precepljenost dosežen do poletja, kot so bili prvi načrti Evropske komisije. Profesor dr. Jerala, na Twitterju ste zapisali, da s količinami cepiv, ki so naročene, da bi lahko ustavili epidemijo, s količinami, ki bodo dostavljene v prvem četrtletju, pa žal ne. Napisali ste, da to velja tako za Slovenijo kot Evropsko unijo. Verjamete, da bi ta cilj, kot ga je omenil gospod Šrek, torej 70% precepljenost tudi v Sloveniji lahko dosegli že poleti? Ja, moram povedati, da jaz nimam podatkov iz prve roke, ampak lahko, jaz mislim, da je izvedljivo, glede na to, da bo zelo verjetno tudi naslednje cepivo, torej Johnson & Johnson, Janssen odobreno, jaz računam najbrž vsaj v nekaj tednih, v ZDA že ta teden, pa potem najbrž CureVac prehaja tam nekje od junija naprej. Torej, če bo AstraZeneca spoštovala svoje zaveze, potem jaz mislim, da je kljub samo to izvedljivo. Je pa žal v precejšnji meri odvisno ravno od tega podjetja, na katerega je, mislim, da je Evropa, tudi Slovenija, računala vsaj 40% zalog cepiva. Gospa Novak, v parlamentu ste imeli poslanci kar nekaj očitkov glede netransparentnosti pogodb z proizvajalci cepiv. Pogodbe z nekaterimi proizvajalci so medtem že pricurljale v javnost. Zaplet za AstraZeneco pa dobiva vedno nove in nove razsežnosti. Se vam zdi, da bi bili morda Evropejci na boljšem, če bi se vsaka država članica zase pogajala in kupovala cepiva? To pa zagotovo ne, kajti vsaka država zase ima precej manj moč kot Unija skupaj. Evropska komisija, Evropska unija je hitro ukrepala, takoj ko smo vedeli, da ta pandemija, da ima tako velike razsežnosti, da prizadeva nas vse. Tako da mislim, da je Evropska unija veliko naredila, naprej zagotovila sredstva za raziskave, za proizvodnjo, kot pa je poudarila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen,
tokrat industrija zaostaja za znanostjo. Seveda, če pa je vse transparentno in če je vse tako, kot bi moralo biti, tega jaz ne vem, to bodo preiskave zagotovo pokazale. Zgleda pa tudi, da je to cepivo postalo velik posel, ko slišamo, kako se nekateri hodijo cepiti nekam drugam, jaz sem do tega sicer skeptična, pa vendarle menim, da skupaj v skupni akciji, da smo močnejši, kot če bi vsaka država skrbela samo zase. Torej, vendarle države članice bi morale dati svoje individualne interese na stran za to skupno dobro. V končni fazi bomo zaščiteni vsi šele takrat, ko bo precepljena ne samo Evropa, ampak tudi večji del sveta. Gospod Šrek, kako trenutno potekajo pogajanja s farmacevtskimi družbami? Precej izmuzljivo se je včeraj AstraZeneca je evropskim poslancem pojasnjevala, zakaj prihaja do zamud pri dobavi cepiv. Pravijo, da je ta zahtevnejša, da je proizvodnja zahtevnejša, kot se zdi. Ta teden je pač odjeknila tudi novica, da bo AstraZeneca lahko v drugem četrtletju dobavila le 90 milijonov odmerkov cepiva proti covidu, kar je manj kot polovica z Evropsko unijo dogovorjenega števila odmerkov. Ali pritiskate na farmacevtske družbe? In kot omenjeno, nekatere države članice so že same začele iskati poti do cepiv. Ali Evropska komisija podpira take poteze in kaj vse to pomeni za kredibilnost Evropske unije? To, kar sem že povedal, je, da imamo zdaj delovno skupino, ki jo vodita dva komisarja. Vsak dan se pogovarjajo o morebitnih težavah s proizvodnjo pri omenjenih podjetjih. Eden od elementov je seveda ta, da vztrajamo, da se spoštujejo pogodbene obveznosti, ki so jih ta podjetja sprejele. Po drugi strani poskušamo tem podjetjem tudi pomagati, da bi našli rešitve za težave, s katerimi se srečujejo pri proizvodnji cepiv. S drugimi besedami, želimo narediti vse, kar je mogoče narediti za to, da poskrbimo, da bo dobava in proizvodnja cepiv taka, kot smo načrtovali. Je pa jasno, da je to težje, kot smo si mislili na začetku. V tem trenutku lahko samo rečem, da se vsak dan s tem intenzivno ukvarjamo. Dr. Brglez, po enem letu boja s koronavirusom lahko naredimo vsaj neko umestno bilanco. Kako sta se po vašem mnenju odrezali Evropska unija in kako Slovenija? Ja, zdaj glede Evropske unije je bilo nekaj pravzaprav že povedano. Začetek je bil slab v smislu nesodelovanja vsaka država za sebe, čeprav nekaj upozoril tudi moje v Evropskem parlamentu je bilo, ampak preprosto takrat je bila to pristojnost sveta držav in tam koordinacije v tem prvi fazi ni bilo, prej tekmovanje, v bistvu celo boj vsakega proti vsem, ki ga je prekinila Evropska komisija in potem začela z nekimi skupnimi stvarmi, kot je v bistvu po eni strani financiranje znanosti, ki je bila potrebna za to, da smo lahko sploh do cepiva prišli, po drugi strani skupne nabave, po tretji strani tudi nekateri ukrepi, kot je ŠUR, recimo, ki naj bi delovna mesta nekako ohranjali znotraj teh pandemskih zadev, torej, ker ima pač to več dimenzij, to ni zgolj zdravstvena kriza, je tudi ekonomska in socialna. In vse te zadeve so nekako privedle do tega, da smo zdaj bolj solidarni. Vsaj bolj solidarni v primerjavi s tistim, kjer smo bili na začetku in kjer smo bili tudi pred prejšnjimi krizami, ki so bile drugo naravo. Slovenija, zadeva je tukaj malo drugačna, recimo, da smo bili uspešni v prvi fazi z relativno striktnim, tudi zastrašujočim pristopom, vendar pa ta zadeva na dolgi rok ne more zdržati, torej nekako v tem vmesnem obdobju med obema fazama ni prišlo do povečanja kapacitet zlasti, na drugi strani tudi, bomo tako rekli, ta prava znanost se je dala na stran in v ospredje je prišla bolj politika kot karkoli drugega. Zaradi tega pač naše število
žrtev govori samo zase v primerjavi z vsem ostalim. In v bistvu smo zdaj tam nekje, kjer smo druge države v Evropi še daleč bili izven. Vse se stavi na samo cepljenje in na to, da bodo ljudje končno začeli sodelovati. To pa je možno predvsem takrat, kadar se spostavi zaupanje. In da se spostavi zaupanje, mora govoriti stroka, še zlasti epidemiološka, in ne sme biti zlorab epidemije za karkoli drugega, kar ni sicer primer samo Slovenije, imamo tudi številne druge države, kjer se z tem žal tudi soočamo. Torej, v prvi fazi uspešno, je bil ta strogi pristop uspešen, na dolgi rok pa ta zadeva ne more delovati in skupaj moramo to zadevo znati popeljati tja, da bomo zopet pravzaprav začeli približno normalno živeti, čeprav normale v smislu vračanja v predpandemski čas praktično ne pričakujem, ne to leto, ne naslednja, ker moramo se iz tega nekaj naučiti in v bistvu ohranjati javno zdravstvo kot ključ do tega, da bomo bolje pripravljeni naslednjič. Torej, zaupanje ljudi v ukrepe, pandemična utrujenost. Dr. Fafangel, prav vi vedno poudarjate ta pomen zaupanja. Kako bi primerjali spopadanje z epidemijo v Sloveniji in v Italiji? Živite namreč na drugi strani meje. Ja, res je. Najprej hvala za priložnost za sodelovanje na tej okrogli mizi. Zaupanje je tista ključna osnova, če želimo vzdržen sistem, kakor je bilo rečeno malo prej. V začetni fazi je bil odziv seveda v kriznih razmerah, še so nekoliko krizne seveda, ampak smo šli z vsemi topovi, dajmo reči. Se je planilo in se je planilo na COVID z pristopi, ki so bili vedno relegirani za zelo smrtne bolezni, zelo redke in ki se je v relativno kratkem času jih pač uredilo. Govorim o karantenah, govorim o contact tracingu, govorim o omejitvah gibanja. To so sistemi seveda v kriznih razmerah za zagotoviti vzdržnost zdravstvenih sistemov in to je bil problem, ki ga je imela Italija na začetku, to je problem, ki so ga imele pač vse in ga še imajo vse države. In zdaj je tisti prestop. In ta prestop imajo težave tudi spet vse države. Vidim v Italiji svojih izkušnjah in imamo isto v Sloveniji. Iščemo tisti balans, kako naredimo nekaj, ki bo vzdržnega in spet ne smemo zgubljati dragoceni čas ravno v fazah, ko se mogoče epidemiološka krivulja nekoliko umiri, pa je zdravstveni sistem ni toliko pod pritiskom, da najdemo tisto pravo pot. In tukaj je usmeritev na koncu dneva evropskih inštitucij, krovnih, pa tudi potem stroke v državi, epidemiološke seveda in primis tista, ki z našimi izkušnjami v uporabi teh pristopov, tudi v drugih kontekstih, v Afriki in dajmo reči za določen čas, zelo strogo, zdaj moramo pomagati skupaj prestopiti na način, s katerim bomo imeli zaupanje. Omenjena je bila exit strategija. Exit strategija Evrope in Slovenije je jasna, je pač cepljenje seveda, zdaj strategija cepljenja, namen mora biti tudi zelo jasen in zelo pomembno, kje potem usmerjamo naše energije. Ta namen v tem trenutku je zmanjšanje umrljivosti in seveda, da imamo zdravstveni sistem, ki ni preobremenjen in zdaj na drugi strani najti eno vzdržno pot in vsi se je učimo. Noben ni uporabil tracinga na takšni ravni ali karantene na takšni ravni, kot so se uporabljali sedaj. In zdaj moramo prilagoditi tiste pristope, da bomo lahko toliko normalno živeli in pač hitro prišli do tiste rešitve, ki pa še enkrat samo to, ko imam besedo, ni rešitev same Slovenije, nismo pač samo en otok sredi ničesar, ni niti težava same Evrope, je res globalni podvig. In zdaj smo pokazali, imamo exit strategijo, ki če ne bi imeli, videli smo, kaj lahko naredi znanost, če se ji da možnost, videli smo pomen bazične, dajmo reči, znanosti, aplikativne znanosti, kako je pomembno, da vsa ta, dajmo reči, ta diamant, mRNA cepiv, na katerem smo sedeli nekaj časa, ki je bil podhranjen iz vidika razvoja, raziskave, in zdaj hvala temu, dajmo reči, injektu, temu influksu in temu pritisku na razvoj in da se je znanosti dalo možnost, vidimo, kaj imamo. Imamo diamant, imamo cepivo, ki je pač učinkovito vse poprek in glede
tistega najbolj krucialnega točke. To pomeni kapacitete preprečevanja, dajmo reči, hospitalizacij in smrtnosti, ne, in je pač to tisto, ki nas bo popeljalo iz te epidemije. Se učimo. Italija, Slovenija, Evropa, svet, dokler imamo koncept, da nismo sami in da se ne zapiramo sami vase, ker pa vsi te ukrepi vodijo k tem, da je tendenca seveda k enemu zapiranju, ampak dokler bomo pač solidarni in bomo mislili tudi izven Evrope, je rešitev na voljo. Manj, ko je potrjenih primerov okužbe, lažje epidemiologi seveda sledite vsem stikom. Verjetno veste, da so nekateri jeseni, ko enostavno zaradi velikega števila okužb niste več zmogli slediti vsem stikom, rekli, da se je epidemija razplantela tudi zato. Ali takrat ni bilo možnosti za kakšne dodatne kadrovske ukrepitve, morda večje pomoči študentov? V Španiji so epidemiologom pri iskanju stikov pomagali celo vojaki. Ja, zelo zanimiva tema. To je pa pač problem, ki ga imamo v tej epidemiji več časa, ne, ko se koncept vzročnosti nekako ne gre od roka, ne. Da zamenjamo časovno sosledje in pripišemo vzročnost eni specifični zadevi, ko te vzročnosti ni, ne. Če vi gledate epidemiološko krivuljo v tistem trenutku v Sloveniji, seveda strma narast kljub vsem trudom, pač kontakt tracinga, ki se je izvajal, in seveda potem zaradi prevelikega števila, ne pa obratno, ne, pač kontakt tracing narejen na en drugačen način, ki še enkrat, da ni pomote. V Sloveniji kontakt tracing po protokolih ECDC in vseh ostalih organov se izvaja, ne, način je pa pač prilagojen. Prilagojen je v šolstvu, kjer, kakor dajmo reči, Anglija pa druge države, vsi pomagamo z kadrom v šolah, ne, ki nam pomagajo pri iskanju stiku in tako naprej v ukrepanju, in seveda pa je zaupanje pač tiste bolne osebe, s katero govorimo in s katero identificiramo stike. Ker to je tista osnova in kakršenkoli proces tracinga vemo, da sloni na tem. Ker če oseba ne bo povedala te stike, se zadeva zaključi, ne, ravno v tistem trenutku. In to je tisto, kar smo videli. Pomoč pa seveda vse države, ki so dobile, so imele per capita namenski kader ogromen za tracing, ampak pride tisti trenutek, ko je v lokalni skupnosti prenosa toliko, da ta ukrep ne nudi tisto, ki bi mogel nuditi, ne. Ta ukrep je najbolj smiseln seveda pri obvladovanju številk, ko se vsak kontakt lahko najde. In pri covidu ne pozabimo, da je razlika. Še eno veliko število asimptomatskih, blagosimptomatskih oseb. Kaj pomeni? Da tracing ne bo nikoli mogel biti učinkovit, kakor pri, bom rekel, eboli ali eni drugi bolezni, kjer so že bolni praktično seveda vsi identificirani in vsi kontakti najdeni. To pomeni, kontakt tracing izjemno pomembno orodje, ki je en dodaten sloj zaščite, ne, in populacija mora razumeti, ljudje morajo razumeti, kakšna je ta vloga in kaj lahko s tem naredimo. In še enkrat, da ga izvajamo enostavno na dolgi rok, ne, 1 leto ga izvajamo in ga bomo izvajali še dlje. Zato pomeni, da je najbolj pomembno zaupanje in najbolj pomembno, da se ljudem omogoči tisto varno ravnanje, da so v tistem času seveda izolacije doma, da so v času karantene doma. Ker drugače na dolgi rok ni vzdržno. Veste, v Afriki sem delal kontakt tracing za ebolo z vojaki, seveda na zelo strog način, ampak tudi takrat so mednarodne inštitucije, Médecins Sans Frontières, pa Médicos del Mundo, pa vsi je bil problem že tam ta pristop, razumete. Torej za zelo kratke, intenzivne, se opravičujem za ta rešilec, zadeve je lahko primerno, zdaj pa moramo iskati tudi in vsi en nov način, kako kontakt tracing prilagoditi na to novo situacijo in kako ga prilagoditi za Evropo. In če imam še priložnost, nekaj smo pozabili, eno orodje, pa Evropa v celoti, po moje, ne posega v njega, kakor bi lahko, in to je digitalni kontakt tracing, ne. To so razne aplikacije za iskanje stikov. Tukaj na evropski ravni Italija in Slovenija vidimo, ne, so težave pri razumevanju sploh, kaj je ta aplikacija, seveda, da te ne sledi, da je na pomoč. Ta aplikacija, če bi bila strani Evrope
ne, in zdaj so tudi seveda Evropska komisija in se dela na povezovanju teh aplikacij, da bi ena aplikacija delala po celotnem, ne, izmenjava podatkov in po celotnem evropskem območju, kar je seveda super zame, ker res, če nemam dve aplikacije, ko prečkam mejo, ko moram zamenjati eno in zamenjati drugo, ko prečkam mejo, sedaj te interakcije med aplikacijami so možne, ampak uporabnost in dajmo reči uptake, to, da ljudje sprejmejo in razumejo ta pomen. Ta aplikacija nam omogoča iskanje stikov na način, ki ga tradicionalni contact tracing ne bo nikoli mogel, ker na tradicionalni contact tracing sloni na tem, da ti poznaš, s kom si bil v stiku, ne? Nam poveš, sem bil v stiku z Francijem in mi Francija recimo pokličemo, ali pa ga vi obvestite in je Francij doma, ampak tiste stike, ki si jih pač bežno mogoče v enem zaprtem prostoru z njimi bil, pa za njih ne veš kontakta, imena, niti jih ne poznaš, take ne moramo identificirati s tradicionalnim contact tracingom. In pri tem pride prav opozorilo na telefonu posameznika, ki mu reče, da je bil v stiku, ker contact tracing na koncu dneva je to, da oseba ve, da obstaja tveganje, da zboli in da širi bolezen naprej, da je obveščena in da potem lahko pravilno ravna, ne? In da je omogočeno, da varno ravna zase, za svojo družino in za družbo. Samo to je. In če zadeva traja 1, 2, 3 leti, vemo, katera je edina pot, da je ta zadeva izvedljiva. Obveščenost, informiranost, zaupanje, torej pod eno črto v tem, kar ste povedali. Vas lahko vprašam samo še to, dr. Fafangel, ta teden naj bi Slovenija vendarle precepila vse starejše od 80 let, ali morda veste, je bil ta cilj dosežen? In še za primerjavo, v Veliki Britaniji je britanski predsednik vlade napovedal, da bodo tam vsi odrasli lahko prejeli prvi odmerek cepiva do konca julija. Bi kakšno tako napoved si drznili dati tudi slovenskim državljanom? Glede precepljenosti starejše populacije, nad 80, ko gledamo podatke, je v redu. Morate razumeti, to ni vsa, to je populacija, ki se bo želela cepiti, ne, ki ni COVID prebolela v tem trenutku, potem tudi tisti pride na vrsto. Teda mislim, da glede precepljenosti over 80 v Sloveniji gre izjemno dobro. Vidim tudi, zelo optimistično gledam, seveda še vedno zelo žalostne, ampak optimistične številke o umrljivosti, ne, v Sloveniji. To je pač zdaj učinek cepiva in v drugih državah, ko gledamo analitike, vidimo, da nesorazmerno pada, ne, okužba, hospitalizacija in smrt v tistih starostnih skupinah, ki so pocepljene. In to je pač učinkovitost tega orodja, tega diamanta, ki imamo v rokah zaustaviti to epidemijo. Kako hitro bomo lahko pa zdaj implementirali to v Sloveniji, pa res odvisno od tistega, kar ste slišali prej. To pomeni pač nekako, da trg oziroma produkcija, ne trg, ampak produkcija, proizvodnja dohiti znanost. Znanost že teče naprej, se že išče, ne, rešitve, nove, bolj izpopolnjena cepiva, tako da to bo tisti ključen dejavnik. In zdaj verjetno se tudi v Evropi zavedamo, ponavadi, ko govorimo o modelih, ki vplivajo na zdravstvena prepričanja, ne, to pomeni, kaj tisti vzvodi, da se cepiš ali da se ne cepiš. V Evropi je ta varnost do cepiva bila vedno v ospredju, ker živimo v luksuzu, ne, na koncu dneva, in cepiva so nam vedno na voljo in če se želiš, se lahko cepiš, ne. Zdaj pa smo v trenutku, ko pa so naši problemi slični tistim problemom, ki jih ima cel svet že veliko časa, ne. To pomeni, to je pa dostopnost cepiva. In zdaj se je Evropa prvič verjetno zavedala, kaj pomeni tisto, ki se dogaja po celem svetu, ne. To pomeni, da je dostopnost tista prva problematična. Potem seveda, ko bomo uredili dostopnost, bomo pa nazaj prišli na naše stare težave, to pomeni pač dvomi, in kjer bo transparentna in proaktivna komunikacija najbolj pomembna, da se pač pove vse o varnosti cepiva, da je ta komunikacija transparentna in da se ljudje lahko odločajo za svoje zdravje. Gospod Šerek, Evropa išče odgovore na spopadanje z svetovno zdravstveno krizo. Nam lahko opišete, kako bo videti Evropska zdravstvena unija? Ali bo pripomogla k zmanjševanju razlik med zdravstvenimi sistemi držav članic? Vemo, vsaka država članica je odgovorna za svoje zdravstvo, vsaka se nekako malček na svoj način, pa zelo podobno hkrati spopada s pandemijo. Kako bo to v prihodnosti in ali je ta načrt posvečen predvsem ustanavljanju novih evropskih agencij? Seveda, zanima nas tudi, ali bo zdravstvena unija imela tudi svoj proračun.
Yes, thank you for the question. Even though I must say the sound quality is quite Hvala bad, so lepa I'm not za 100% sure vprašanje. that I understood your Bojim se, question. da What I understood is kakovost that it's zvoka about the zdaj ni health več tako union and how dobra. it will actually impact Spraševali ste me on the o healthcare Evropski systems of member zdravstveni states. uniji, Well, I should say, kako bo first ta of all, that vplivala the na proposal that the zdravje v Commission državah made članicah. on the Predlog, health ki ga je union is dala actually the komisija glede result of a oblikovanja lessons Evropske learned zdravstvene unije, exercise which we did. je The rezultat COVID-19 vsega pandemic has led naučenega bare v capacity času shortages, shortfalls in equipment, pandemične krize. shortcomings in Razkrile testing and so se contact vse tracing, pasti, vse and also a pomanjkljivosti failure to pri protect the most dobavah, vulnerable pri groups. sledenju stikom So taken in tudi together, težave Europe pri lacked zaščiti readiness najbolj and ranljivih preparation, skupin. but Torej, also Evropa means ni for bila a dovolj coherent, pripravljena, ni united, pa tudi effective imela sredstev response. za dosleden, COVID is a skupen in crisis that učinkovit touched pristop. all of us equally and Ta indiscriminately. pandemična kriza je And prizadela vse approaches na and enak način. mechanisms set up at EU level as Strukture part of in the mehanizmi na ravni 2013 decision EU, on serious ki cross-border health so threats, del which is the basis odločitve of what sprejete we leta can do now 2013, or je could pravzaprav do podlaga before a za new to, health union kar will lahko come into naredimo place, zdaj, could oziroma do preden little to začne trigger a veljati Evropska timely common zdravstvena EU unija. level response. Torej, na We podlagi therefore tega need to predloga take this se nismo opportunity to mogli put pravočasno long-term solutions odzvati. in place. Zato As a si result, želimo the bolj European dolgoročnih Commission rešitev. proposed a Evropska comprehensive komisija package of je initiatives predlagala to strengthen these weaknesses izčrpen and reinforce sveženj our health pobud, systems. That was da bi already in rešili November last vse year. probleme, s katerimi smo se We are srečevali. working to Že build a novembra strong European lani health union smo that zato is better dali prepared, predlog za more oblikovanje Evropske coordinated, and zdravstvene more unije, ki bi bila responsive to bolje cross-border pripravljena health threats in and boljše public health odzivna na emergencies. čezmejne We are zdravstvene making krize sure that our in two EU krizne agencies situacije. that have been at the Naši forefront of our work, agenciji, ki sta that's bili v the ospredju, European Center to for je Disease Evropski Prevention and center za Control preprečevanje in and the obvladovanje European bolezni Medicines Agency, ter could Evropska have the agencija za capacity, but zdravila. also the Ti dve mandate agenciji they morata need imeti for zmogljivost today's in pa world of tudi mandat, pandemics. ki ga And we have potrebujeta also proposed za an EU spopadanje health s pandemijo. emergency preparedness and response authority, which is called Predlagali HERA, smo tudi H-E-R-A. organ, ki se mu To this reče end, the Commission Evropski proposed organ a za new pripravljenost in regulation on odzivanje serious na izredne cross-border threats to zdravstvene health, razmere, s which kratico amongst other HERA. things will allow us to strengthen Želimo si, preparedness, da bi EU health okrepili crisis and našo pripravljenost pandemic preparedness na plan and krize, recommendations pripravili will be načrte developed for the in adoption of priporočila. plans Te at bomo national pripravili level, zato, da bi jih coupled with potem lahko države comprehensive and članice sprejele transparent na frameworks nacionalni for ravni, obenem pa reporting and želimo auditing. zagotoviti The tudi preparation of transparentne national okvire za plans poročanje in would be revidiranje. supported by the European Center for Disease Te Prevention and nacionalne Control and other EU agencies. načrte The plans bo would podprl also be Evropski audited center za and preprečevanje in stress obvladovanje tested by the bolezni ter Commission druge and the agencije. agencies. Te načrte The pa bo tudi proposal would also preverila reinforce Evropska komisija s surveillance. svojimi A agencijami. strengthened, Želimo integrated okrepiti surveillance tudi system will be nadzor created at in EU spremljanje. level Zato using bomo artificial postavili intelligence sistem, and other ki bo temeljil advanced na umetni technological inteligenci means. in drugih The naprednih proposal would tehnoloških also rešitvah. contribute to improved Predlog data bo prispeval reporting. tudi Member k states will be izboljšanju required to poročanja step up their podatkov. reporting Države of health članice system bodo indicators, morale for izboljšati example, svoje hospital beds, sisteme availability, poročanja o specialized recimo treatment, and bolnišničnih intensive care posteljah, capacity, and specializiranem the number zdravljenju, of medically trained zmogljivostih na staff. intenzivni negi The in declaration of an posebej. EU emergency situation would trigger increased coordination and allow for the Izjava development, o krizni stockpiling, and situaciji bi procurement tako of sprožila crisis-relevant ukrepe products. The za proposal to reinforce nabavo the in ECDC's mandate zagotavljanje allows the zadostnih agency virov to potrebnih v support the krizni Commission situaciji. and member states Prav by tako doing the bi following. agencija First, lahko podprla epidemiological države surveillance članice in via komisijo na integrated naslednji način. systems Najprej enabling uporaba real-time integriranih surveillance. sistemov, ki Preparedness and omogočajo response planning, nadzor reporting, v and there will realnem also be času, re-auditing. potem načrtovanje, Then poročanje in provision of revidiranje, non-binding potem recommendations and options zagotavljanje for risk nezavezujočih management. priporočil in možnosti za Capacity obvladovanje would be tveganja. provided to Prav tako bi mobilize and deploy zagotovili an EU zmogljivosti, da bi health lahko task force to mobilizirali assist local evropsko responses in delovno member states. skupino, ki bi pomagala And državam finally, članicam pri also to njihovem build a lokalnem odzivu. network of In ne EU nazadnje reference želimo tudi laboratories vzpostaviti and a network mrežo for substances of human origin, referenčnih like blood for laboratorijev transfusion, for example, because that in needs to tudi be safe center as well.
za varnost, Then there is the recimo, proposal to extend transfuzije. the mandate of the Kajti European tudi to je Medicines zelo Agency, EMA. Potem je treba tudi povečati That proposal oziroma would reinforce nadgraditi mandat monitoring Evropske and agencije za mitigation of zdravila, potential and actual zato shortages da bi of tudi medicinal products and medical ublažili devices, oziroma which are preprečili considered as morebitno critical in order to zmanjšanje address a ali given public health pomanjkanje emergency or major kritičnih event. sredstev, kar It will seveda z lahko ensure večji timely meri development vpliva of na high kritične quality, razmere. safe and Prav efficacious tako bi s tem medicinal products zagotovili with a particular razvoj focus in on addressing zagotavljanje a given public medicinskih health emergency, izdelkov, zato da bi se and lahko it will also spopadli provide a s temi permanent kriznimi support razmerami. framework Na ta for način medical bi imeli device tudi nek expert stalen panels okvir, within the European Medicines Agency. v katerih bi Together, these sodelovali measures will increase our strokovnjaki resilience s to področja cross-border medicine. Na health ta način threats, bi starting izboljšali already with našo the COVID-19 odpornost na crisis. čezmejne At the same time, krize, the Commission is kar smo also že videli working v on času putting forth pandemije. a proposal Obenem pa for si a health Evropska emergency komisija response authority prizadeva in tudi 2021. za to, da That bi will leta happen in the second half of the year. 2021 And the oblikovali aim is to have an operational agencijo, authority in ki pravzaprav 2023 predstavljala at latest. operativni organ, In ki začel recognition of the delovati need to najkasneje leta prepare for the 2023. variants which are now Zavedamo se showing up, namreč, da se moramo zdaj the pripraviti Commission za put also različne forward a variante communication oziroma on za the različne HERA izjeve. In incubator. Evropska That komisija was on the je zato 17th of predstavila February. 17. That februarja tudi communication outlines sporočilo the plans o for inkubatorju EU HERA. prevention, Tam mitigation and je govora response o to the preprečevanju, potential impacts of blažitvi in those odzivanju SARS-CoV-2 na variants. morebitne This new instrument is različne practically in the nove first building variante. block To je for the pravzaprav new prvi European Health gradnik Emergency za Preparedness and Response Authority. nov This organ so-called za HERA pripravljenost na incubator krizne razmere. outlines 5 key areas Ta aiming to better inkubator equip the European Union to deal with the prizadeva za to, emergence da bi of bila new Evropska variants unija of the bolje virus and also to opremljena za boost spopadanje vaccine z production novimi capacity, variantami which we virusa in tudi, discussed da bi already. povečali The first of these zmogljivosti za areas aims proizvodnjo, to o čemer smo ensure že govorili. rapid detection and Predvsem characterization of si new želimo, variants of the da bi virus. čim prej And the Commission will odkrivali support nove member states in variante ensuring virusa in Evropska sufficient komisija bo sequencing of podpirala positive države test članice results. pri The second sekvenciranju action will focus rezultatov on supporting testiranja. the swift Potem adaptation of drugič, vaccines by boosting želimo research predvsem in terms of prilagoditi identification cepiva of relevant strains z and še več guidance on the raziskavami, vaccines zato changes da needed. ugotovimo A third area sebe covers the in setup of a katere so European potrebne clinical prilagoditve. trials network, Potem which is called mreža Vaccelerate kliničnih COVID-19. preizkusov, ki se ji reče This network will Vaccelerate ensure that vaccine COVID-19. trial sites are S to available mrežo across bomo Europe to test zagotovili, vaccines, bo v including Evropi vaccines dovolj adapted to lokacij new variants. testiranje The fourth area aims to ensure cepiv. a faster In regulatory approval ki of bi ga rad updated videl, vaccines je and hitrejša new or repurposed odobritev manufacturing prilagojenih infrastructures, because clearly one To of the issues potrebujemo which we have ustrezno been facing infrastrukturo, is kajti the rather očitno late je, da v approval preteklosti on imeli and težave z authorization of the pozno vaccines. The odobritvijo fifth and last action area will cepiv, focus ki so on bila proizvedena. upscaling of Petič, production of existing želimo adapted tudi or new okrepiti COVID-19 vaccines. proizvodnjo za cepiva, ki so že As na I voljo, mentioned oziroma already, the za nova Commission prilagojena will cepiva. work closely with the vaccine manufacturers to Evropska maximize komisija production še naprej capacity. prizadevala sodelovati s It is proizvajalci, clear da that bi the čim implementation bolj of this HERA povečali incubator will zmogljivost necessitate close učinka cooperation cepiv. with member Seveda states pa bo ta and also nov with key external Evropski organ stakeholders. za pripravljenost in And odzivanje so na we hope izredne very much that zdravstvene all partners razmere moral support us in these sodelovati tako efforts. z državami The članicami kot tudi HERA z drugimi incubator is partnerji, za obviously a katere much upamo, needed da bodo solution here and pripravljeni z nami now, sodelovati. but it's also Inkubator an HERA investment in the je seveda future, nujno drawing on potreben the nazaj, lessons je learned tudi naložba from v this prihodnost, COVID-19 da pandemic bomo lahko for uporabili all the future pandemics resurse, that might come. ki smo jih nabrali v času te This pandemic is za rather new to us, prihodnje most of us at pandemije least, in but they are not krize. new to Ta history. pandemija So we need to je make za sure nas that the nekaj European novega, Union nima nič is novega za better zgodovino. prepared Moramo next time skrbeti, a da bo health Evropska unija emergency hits us. prihodnič v prihodnji krizi bolje pripravljena. Pomemben in ambiciozen načrt, še posebej zato, ker bo, kot kaže, epidemija še nekaj časa z nami. Eden od stebrov Evropske zdravstvene unije je boj proti raku. COVID-19 ima katastrofalne učinke za številne bolnike z rakom, ki preprosto nimajo časa, da bi čakali na konec epidemije.
pa bi tukaj še vseeno nadaljevala z vami. Gospod Šarek, epidemija je privedla številne zdravstvene sisteme držav članic na rob zloma. COVID-19 je močno vplival na zdravljenje raka, prekinjena so bila zdravljenja, otežen je bil dostop, nekatere diagnoze so bile postavljene pozno ali celo prepozno. Kako bo evropski načrt za boj proti raku naslovil te zamude, ki bi lahko bile za številne Evropejce usodne? To address this potentially fatal issues. Yes. So the European plan is of course, well, first of all, it demonstrates that we in the Commission najprej still naj are pove, having da other things in mind kaže than na COVID-19. to, And da se cancer Evropska is komisija really a key ukvarja priority. tudi še s First čim of all, I drugim, would like to poleg note in pandemije. this respect Najprej that bi rad vsem Slovenia is zvest really a povedal, driving force in this area. da je Slovenia has Slovenija been leading resnično the last gonilna two sila na tem EU joint področju. actions on cancer. Zadnja dva ukrepa na With this, področju it raka je was vodila really prav an important Slovenija. ally in the EU Moram reči, da je collaboration bila on Slovenija cancer and is pomembna clearly among the zaveznica practical and spiritual boju mothers and proti fathers of raku. the new Europe beating cancer Slovenija je plan. dejansko As med you know very duhovnimi well, cancer is materami a in growing očeti challenge in v boju Europe, and proti we need to raku. take Kot si urgent, veste, je rak decisive and vse ambitious večji action to address it. izziv na And ravni the Evropske new unije, zato Europe's nujno moramo Beating Cancer ukrepati. plan is a collective response Nov to that evropski načrt demand. za boj proti raku We je believe that this plan kolektiven is really a odziv game na changer potrebe, ki that so will se benefit izkazale. citizens, Menimo, stakeholders, da bo and ta also health načrt systems in resnično concrete ways. spremenil And will help pravila member igre states in to turn the konkretno tide pomagal against državam cancer. članicam, The da plan will address obrnejo cancer in a stvari v holistic pravo way smer. through four pillars. Ta načrt The se first bo is prevention, spopadel the second is early holistično, detection, the in third sicer is diagnosis and treatment, and the na štirih fourth, and področjih. Prvič there is a preprečevanje, special drugič emphasis zgodnje on this, odkrivanje, is tretjič quality of life of diagnoza in cancer patients, zdravljenje in and četrtič, also in to we zelo look at poudarjamo, survivors and izboljšanje how to improve kakovosti their življenja. lives. Pogledati moramo Research and tudi, innovation, kako digital izboljšati and personalized življenje medicine, and preživelih. the reduction of inequalities are cross-cutting themes Zdravila that are addressed in in each of those zmanjšanje pillars. neenakosti So the first pa je pillar tisto, aims kar je to pomembno prevent pri vseh the teh preventable. It will stebrih. address key risk Torej, factors še like enkrat, smoking, prvi harmful steber, alcohol consumption, preprečevanje tistega, kar je obesity, možno and preprečiti, lack of physical in sicer activity. zmanjšanje And it uporabe includes tobačnih ambitious but izdelkov, necessary goals. škodljivega For uživanja example, we alkohola, aim to onesnaževanja eliminate cancers okolja, caused več by gibanja. human papillomaviruses. We are Tudi če proposing omenim EU support for virus member human states on papiloma, vaccination and predlagamo, aim to da vaccinate bi at least preprečili rakava bolenja, 90% ki jih of the povzročajo EU okužbe, target population in of da bi girls and also precepili do significantly leta increase vaccination of boys and all 2030 that by vsaj 90% 2030 ciljne in less populacije than 10 deklic v years. EU in znatno The povečali second pillar precepljenost looks at dečkov. early detection of Potem cancer, drugi steber, which zgodnje we know odkrivanje saves raka. lives and gives people Vemo, the best da s chance tem of lahko beating rešujemo cancer. življenja Digital in tools lahko will play an omogočimo, important part da in this effort. se uspešno We will actually spopadejo develop z a rakom. new EU cancer screening scheme to Pripravljamo ensure that by nov 2025, program za 90% presejalne of the programe target za population is odkrivanje offered breast, raka. cervical, and Želimo, da bi do colorectal leta cancer screening. 2025 bili zagotovljeni Now, the presejalni third pregledi za pillar, 90% treatment, prebivalstva will EU ensure better programu integrated za and odkrivanje more raka dojk, comprehensive cancer materničnega care and will vratu address the ter current debelega črevesa unequal in danke. access to quality Potem care and diagnoza in medicines. zdravljenje. The plan Predvsem želimo proposes zagotoviti three enak flagship dostop za actions vse. in cancer care. Imamo The first tri is an EU vodilne network linking ukrepe. recognized Najprej national Evropska comprehensive cancer mreža, centers in every member state to improve ki access bi to high quality omogočila, diagnosis and da bi care. obstajal Then center v there is vsaki a državi, ki bi cancer omogočal diagnostic and kakovostno treatment for diagnostiko. all initiative to improve Potem je access tu to pobuda za innovative cancer diagnosticiranje in diagnosis and zdravljenje raka treatment. za vse. And finally, the launch of a In European ne initiative nazadnje to je understand tu še evropska cancer, to help pobuda za identify razumevanje individuals at raka, high risk from common da bo mogoče cancers. identificirati posameznike, pri Beating katerih Cancer obstaja plan veliko aims tveganje not za only to najpogostejše ensure that vrste raka. patients survive their illness, but Prav that tako they live pa se long nam and ne zdi fulfilling dovolj, lives, da pacijenti free from zgolj preživijo discrimination raka, and pač pa unfair tudi, obstacles. da To this živijo end, the življenje fourth brez pillar looks at diskriminacije, da se lahko survivorship ponovno issues, vključijo v življenje. such as Zato rehabilitation, emotional je poleg distress, preživetja potential pomembna tumor tudi recurrence, rehabilitacija, and čustvene metastatic težave disease.
potem metastatske bolezni, ponovitev raka in tudi tukaj imamo ukrepe, ki omogočajo pošten dostop do finančnih sredstev. Leta 2023 bomo zato dali pobudo boljše življenje za rakave bolnike. Omogočili bomo tudi pametno kartico ter tudi virtualni digitalni center, tako da bi lahko izmenjevali podatke o pacientih. Omenili ste COVID-19. COVID nas je spomnil, da zdravje ni samo v domeni zdravstvene stroke. Če želimo imeti dobro delujoč zdravstveni sistem, potem potrebujemo tudi ustrezne politike na vseh področjih. To gotovo velja za preprečevanje, zdravljenje in oskrbo raka. To pa je povezano tudi z vprašanji, kot so podnebje, promet, digitalizacija, obdavčitev, delovna razmerja in tako dalje in tako naprej. V našem načrtu smo vključili vsa ta področja. Načrt za boj proti raku bo vključil tudi farmacevtsko industrijo. Skupaj se bomo soočili z vprašanji, kot so dostop in dostopnost samih zdravil. Prav tako je ta pandemija razkrila tendenco podfinanciranja in slabih prioritet, kar zadeva zdravstvene sisteme. Seveda bodo države članice še vedno pristojne za financiranje svojih zdravstvenih sistemov, ampak zdaj imamo ambiciozen program na ravni Evropske unije, države članice, parlament so se glede tega že zedinili. Želimo obrniti trend in poudaril bi, da evropski programi zagotavljajo skoraj 4 milijarde evrov sredstev za države članice za to, da bi vzpostavile bolj robustne zdravstvene sisteme in za to, da bi zmanjšali trpljenje bolnikov z rakom. To je več, kot se je investiralo kdajkoli v preteklosti. To je zdaj res pomemben načrt, ki upošteva vidike vseh deležnikov v celotni Evropi. In če ponovno omenim Slovenijo, ki nam je zelo pomagala, ponosni smo, da imamo zdaj ta ambiciozen načrt, ki se mi zdi, da je tudi zelo zanimiv in usmerjen v prihodnost. Vendar pa mora biti jasno, ta načrt ne zagotavlja nobenih rešitev, še vedno zahteva politično voljo za to, da naredimo vse, kar je v naši moči. Uspeh je lahko le rezultat pristnega partnerstva. In sicer načrt tudi netradicionalnih akterjev. Ta načrt je pravzaprav povabilo vseh tistih, ki nam lahko pomagajo doseči spremembe. Zato, da sedanjo situacijo spremenimo in dosežemo trajne izboljšave za vse v Evropi. Gospod Šrek, sicer ste že na kratko omenili, pa vseeno lahko zelo konkretno poveste, precejšnje razlike so med državami članicami pri obravnavi raka, kakšna zdravljenja in obravnavo imajo na voljo državljani Evropske unije v različnih državah, kako zmanjšati te razlike. Kadrovska podhranjenost je ena izmed težav, oprema, različna zdravila niso povsod enako dostopna, ali morda lahko tukaj malo bolj konkretno poveste, kako bi zmanjšali te razlike? At the moment, I can't be more specific. I can say V tem that trenutku ne morem biti bolj konkreten. cancer plan will actually need to be Lahko implemented. povem, And da bo we will ta develop a evropski načrt roadmap za how boj to proti raku treba implement it with izvajati. all the Mi bomo stakeholders pripravili concerned. načrt, vključili All vse I can say deležnike. at this stage is that we will make Vse, kar use lahko of povem all v tem the trenutku je, available means that da we bomo have. I izkoristili referred vsa already to sredstva, the ki so nam na voljo. pharmaceutical strategy. Omenil sem So že far, našo essentially, farmacevtsko the policy strategijo. at European level was limited to the Do zdaj authorization je bila of new politika na evropski medicinal ravni products. omejena zgolj And na
odobritev novih zdravil ali drugih medicinskih pripomočkov. Zdaj pa se svet in parlament pogovarjata o oceni, ki bi omogočila skupno oceno na evropski ravni glede novih oblik zdravljenja. Zavedamo pa se, da je velik korak sicer v pravo smer, vendar pa tudi to ne pomeni, da bodo vsi Evropejci imeli dostop do tega, do teh novih oblik zdravljenja. O tem se bomo pogovarjali z državami članicami in z drugimi deležniki v okviru izvajanja Evropskega načrta za boj proti raku. Tako da zaenkrat žal ne morem biti bolj podroben. Najlepša hvala za vse informacije in vsa pojasnila. Na tej točki se vam bomo zahvalili za vaše sodelovanje in res izčrpna pojasnila. Hvala pa seveda tudi naši tolmački, ki nas je spremljalo skozi prvi del razprave. Mi pa bomo še ostali pri zdravljenju raka. With cancer treatment. Z nami je tudi dr. Zver. V preteklih tednih smo vas večkrat videli v medijih. Upam, da imate tokrat dobre novice. Vemo, Slovensko ministrstvo za zdravje in UKC Ljubljana zaradi prioritet povezanih z epidemijo nista uspela zagotoviti okoli 600 000 evrov, s čimer bi kupili napravo za pomnoževanje celic. Ta je namreč za bolnike s krvnim rakom življenjskega pomena. Zelo osebno ste se zavzeli in na lastno pest organizirali akcijo pomoči zbiranja denarja za nakup te naprave. Zbrali ste že nekaj več kot polovico sredstev, če vem prav, in kot kaže, so vendarle vaš poziv slišali tudi na Ministrstvu za zdravje. Kako kaže? Tako kot vedno, če se vključijo navadni ljudje, dobro. Hočem reči, da dejansko lahko rečemo, da je preprost človek tista, ki dosti bolj razume težave ljudi, ki so podobni njim, kot mogoče nekdo, od katerih bi bil to za pričakovati, oziroma je to nekaj njihovo delo. In ta hip imamo iz sredstev, ki so skoraj da že za eno mašino, dogovarjamo pa še se z enim donatorjem, ki ne bi kupil drugo, kar sam. Tako da gre sanjsko in upam, da bomo to uspeli zrihtati. Je pa to, še enkrat poudarjam, res ni prav način, da jaz na to nisem ponosen. Mi ni fino, da se mi zdi tudi neprav, da nekdo, ki je bolan, ki ima težave z zdravjem, ki je v strahu za svoje življenje, da si mora še zdravljenje urejati. In res zamujamo in ta projekt je en tak tipičen kolateralnih škod COVID-a, ker jaz sem že takrat, ko je COVID začel, sem vedno rekel, COVID ni neka nadbolezen, COVID je bolezen za zraven. To pomeni, da mi moramo delati vse, kar je treba za COVID, ga vzeti maksimalno resno, kar pri meni delamo na moji kliniki. Dejstvo je, da tudi smo edina klinika verjetno v Sloveniji, kjer ni prišlo do vdora med bolnike, ker so imeli nek poseben svoj zaščitni sistem. Smo zato dali vse, delali smo na polno, tisti, kolikor nas je bilo. Delali smo pa tudi, izpolnili smo pa tudi 90% našega siceršnjega programa. Tako da si upam trditi, da tisto, kar je bilo odvisno od nas, je bilo podelano. In tisto, kar smo se zdaj naučili in kar bi nas mogli končno poslušati stroko, odločevalci, je dajte naverjeti pa poslušati, koga rabimo, kaj rabimo, da optimiziramo svoje delo in da smo boljši. To zdaj točno vemo in ta srečanja, kjer se govori od zgoraj navzdol, vse so koristne, nekaj izveš, ampak začne se pa svet spreminjati od spodaj, pri tistih, ki delamo. Tako da bi prosil vas, ki imate možnost založiti besedo, dajte verjeti stroki, kaj rab, dajte nam sredstva, dajte nam kadre, da lahko delamo. Ker najbolj zmotna ocena je, da še to rečem, je, da stane plača zaposlenega, da je to drago.
drago je, ne, če mi kadra nimamo. Če nekdo zaradi tega, ker manjka sester, ker manjka zdravnikov, utrpi neko poškodbo za zdravje, ki jo ne more odpraviti takoj, ampak za zakasnitvijo, takrat so stroški ogromni ratejo. Isto kot sestra, ne, če sestra prenese okužbo, ker jih je premalo iz enega na drugega bolnika, to stane 100-krat več kot njena povprečna plača za cel mesec. In tega enostavnega razumevanja mi recimo nimamo. Meni je recimo včeraj, še to vam povem eno resnično zgodbo, na moji kliniki ima vsak zdravnik dekto in jo mora dati svojemu bolniku vsakmu, da ga pokliče za izvide, da ima z njim komunikacijo, če rab kaj nujnega. In me kliče včeraj en gospod, pa je bil zelo neveren glas, pa prav, kako pa to, da vas takole dobim, ne? Meni je nerodno, sem rekel, pa sej, to je moj del, ne, da sem za vas tukaj dosegljiv, to meni primarno, vse ostalo mi je drugo. Pa vseeno, vas vedno takoj dobim, svojega zdravnika pa nikoli. To je recimo tista srčika, ne, iz katere bi mogli štartati, ne, omogoči dostop do primarnega nivoja, boljši kot je, sej, da se razumemo, kolegi delajo, ampak verjetno jih je premalo, verjetno so na koncu s svojimi zmogljivostmi, ne, in potem vse ostalo. Tako da dajmo se lotiti stvari od spodaj navzdol. Ja, mogoče pa še sam komentar, ker želi govorimo o cepivu. Moj dober prijatelj dela v Frankfurtu na transfuziji. Tam je v Mainzu, mislim, da je AstraZeneca, to je predmestje Frankfurta, pa niso bili tam cepljeni tudi dolgo časa, vsi tam, ker so pač prodali Japoncem po 2,5-kratni ceni cepivo. In tako gre v medicini, v farmaciji je denar sveta vladar in te res velike multinacionalke ne delajo nič iz altruizma, ampak delajo za delničarja, ne, to moramo se zavedati in tukaj nekaj filozofirati, ne. Hvala. Po drugi strani, ne, pa kot ste sami ugotovili, za neke inovativne, napredne načine zdravljenja v zdravstvu denarja vedno primanjkuje. Skoraj neverjetno je, da se je našel nekdo, ki je pripravljen vašim bolnikom kupiti to drugo napravo, še 2 napravi, rekli ste, potrebovali bi 3. Kdaj menite, da bi lahko začeli dejansko tudi s tem zdravljenjem potem v Sloveniji? Ena naprava je na Zavodu za transfuzijsko medicino, ki pa je praktično brez nas klinično mrtva. Ker ne gre samo za to, da ne je naprava, ampak moramo imeti tudi virusni reaktor, da lahko z napravo delamo. In tega dobiš samo, če narediš klinično raziskavo v sklopu nakupa pri tej firmi Miltenyi, ki je edina, ki dela to mašinerijo in da potem ta virusni reaktor tudi zastonj. Mi smo zmenjeni za 15+15 bolnikov, en tak vektor je okrog 30.000 evrov. Tako da ta vektor bo tudi za ZTM, tako da to bo tista tretja, ki se bo vključila. Je pa še to bi rad rekel, ne, kar je bilo mogoče toliko malo tudi težje se razumeti, zakaj res dobiti ene mašine že prej. To napravo lahko delamo tudi COVID specifične te limfocite, se pravi, da lahko probamo raziskovati v terapevtske namene, tudi pa gojiti te limfocite, ki jim namesto tumorskega antigena vnesemo v njihov material antigen COVID-19 virusa, ne. Tako da v prihodnosti tudi ena izmed terapevtskih tarč. In to bi se dalo tudi raziskovati, tako da bi tudi iz tega naslova smo probali dobiti denar, pa takrat ni šlo. In hočem reči, da lahko vam povem kot nekdo, ki vidi stvari od spodaj, ne, pa od zgoraj kot predstojnik, da nam Univerzitetne klinične bolnišnice Maribor in Ljubljana delo sestoji iz 3 segmentov, bolniki, pedagogika in pa raziskovalno delo. Mi bolnike imamo ogromno, ne, delamo na polno, večinoma so to namesto terciara primarne storitve, kar je tudi v redu, so časi taki. Pedagoško, predvsem pa raziskovalno smo pa na psu. In če ne bomo tega uredili v kratkem, bo Sloveniji trda predla in
bomo šli ne v drugo ligo, ampak nekje v tretjo ali pa regionalno ligo, če se po nogometno izrazim. In mislim, da bi bilo to treba urediti. Tudi sprožili smo poteka razprava na SAZU to zadevno, da bi bilo mogoče smiselno narediti nek zakon o univerzitetnih kliničnih bolnišnicah, ki bi uredil njihovo financiranje. Ker to so dejansko perjanice slovenske medicine in brez njih bo težko. Gospa Novak, po vsem, kar smo slišali, da je povedal dr. Zver, zakaj se evropska sredstva, ki bodo Sloveniji na voljo v okviru svežnja za okrevanje po pandemiji, ne bi usmerila tudi v projekte naprednega zdravljenja bolnikov z rakom? Ali tu lahko pričakujemo morda kakšen apel tudi vas, evropskih poslancev? In kako komentirate to, da se vrh zdravniške stroke v Sloveniji mora ukvarjati z zbiranjem prispevkom za zdravljenje, ki bi pravzaprav moralo zaživeti že pred enim letom? No, že v zdravstvu imamo že dolgo časa probleme s pomanjkanjem sredstev, s pomanjkanjem kadrov. Tako kot je vsa kriza za nekaj dobra, menim, da je tudi ta. Naenkrat smo se znašli v veliki krizi, ki zahteva konkretne, jasne odgovore. Jaz upam, da bo naša strategija za koriščenje sredstev po pandemiji usmerjena tudi v to, da bomo del sredstev namenili za boljšo zdravstveno oskrbo v Sloveniji, tudi to je del načrta Evropske unije. Potem veliko sredstev bomo namenili tudi za domove, za bolj prilagojene domove za starostnike in končno, da sprejmemo tudi zakon o dolgotrajni oskrbi. Prav v tem času krize se je pokazalo, da je Evropa res stara, da tudi v Sloveniji imamo probleme s starajočim se prebivalstvom, da smo vedno znova te stvari odlagali, predlagali, nič konkretnega naredili, sedaj nas pa to sili, da bomo morali. In kot je tudi načrt Evropske unije, bomo ta sredstva morali nameniti tudi za boljšo zdravstveno oskrbo in pa tudi za preventivo, za starostnike in tako naprej. No, tudi ta kriza je pokazala, kako so naša življenja v Evropski uniji prepletena, da probleme ni več mogoče reševati samo po državah, ampak s tem, ko smo zaposleni državljani preko meja, ko je veliko migracij med državami, enostavno probleme moramo reševati skupaj. In zato ta zdravstvena unija, ki bo trdnejša v prihodnosti, bo naredila veliko več za to, da bomo se lažje spoprijemali s temi problemi. Jaz tudi upam, da bo tudi pod vodstvom novega ministra več posluha za področje zdravstva v Sloveniji in pa seveda, da bodo za to namenjena sredstva. Ljudje pa vedno znova darujejo tudi za različne aparate, za različne bolnišnice. Tudi ta komponenta je sicer dobra, primerna, dobrodošla, vendar ne more reševati vseh problemov, ker vemo, da za naše zdravje, da moramo nameniti veliko več sredstev. V Sloveniji smo do neke mere, če gledamo povprečje Evropske unije, vendar lahko zadovoljni z našo mrežo zdravstva, tudi z dostopnostjo. Seveda s staranjem prebivalstva se pa bo to poslabševalo in zato moramo uvajati tudi nove prakse, tudi več digitalizacije, ampak take, da bo v pomoč tistim, ki delajo v zdravstvu, ne da se bodo bolj ukvarjali z računalniki, kot pa svojimi pacienti. Torej, iskati moramo dobre, prave rešitve. Ja, kot ste rekli, zdravstvenega ministra, ki je prav ta teden začel s svojim delom, ne čaka lahka naloga. Epidemija je še poglobila zdravstveno krizo. Dr. Grošelj, kakje vidite vi prihodnost javnega zdravstva v Sloveniji in v Evropski uniji, sploh v luči tega, da gospodarska in socialna kriza zagotovo še prideta? Kje smo in kam gremo? Ja, lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Ja, če smem, jaz obžalujem, da je gospod Šrik že zapustil našo konferenco, ker bi lahko nekatere stvari malce bolj pojasnil.
Zdaj prvo kot prvo, jaz bi izpostavil, da ključni problem, ki ga še vedno imamo, kljub temu, da je Irak in boj proti Iraku izredno pomemben, imamo v Evropski uniji še vedno ključni problem in to je proizvodnja zdravil. Tukaj je marsikaj neodgovorjenega. Žal mi ne vemo, pravzaprav zakaj Evropska komisija, ko je sklepala pogodbe, ki so po mnenju mnogih strokovnjakov s področja tovrstnega prava pomanjkljive. Evropska unija je ogromno vlagala v razvoj teh zdravil, in v tem obdobju, ko so bile te pogodbe podpisane, recimo se postavlja vprašanje, zakaj ni komisija večjo pozornost posvetila zmogljivosti in proizvodnji samih cepiv. Mi se zdaj soočamo, da imamo na tržišču trenutno 3 registrirane cepiva. Recimo, zakaj se ni uporabilo nekih, preteklih izkušenj, kjer so že soočali z drugimi krizami in kjer so bile tudi potrebne povečane proizvodne zmogljivosti. Recimo, zakaj se šele sedaj, se pravi februarja, marca 2021 aktivirali recimo proizvodnja cepiv v podjetjih, ki imajo te zmogljivosti, kot so Novartis, Bayer in še drugi podizvajalci v tej farmacevtski verigi. Torej, to je eno izmed vprašanj, na katerega že od komisije še vedno ni odgovora, hkrati pa dobivamo zelo, hladne izjave visokih predsednikov uprav farmacevtskih podjetij, ki razlagajo, kako bodo še vedno količine zaostajale za tistimi, za katere so celo pogodbeno zavezale ta podjetja. Torej, to je eno od vprašanj, ki so ga Evropski parlament postavili komisiji, pa še vedno ni odgovora. In tukaj je ena taka, taktika izogibanja strani komisije, ki zelo pogosto potem začne govoriti o kakšnih drugih zadevah in v tem primeru tudi ta plan boja proti raku, ki je vsekakor potreben. Recimo, jaz bi v okviru Evropske zdravstvene unije pričakoval predvsem, da se bomo poenotili pri nabavah zdravil in medicinske opreme, pri pospešenju in ukrepitvi skupnih odobravanja različnih zdravil, recimo, da bi EMA imela bistveno hitrejše postopke, sicer ne na račun kakovosti, ampak da se te poenotijo, da se te, zmanjša ta birokratska obremenitev in da se te naredijo potem za celotno Evropsko unijo, da se potem države članice ne bojujejo same z farmacevtskimi giganti, ki so očitno tako močni, da lahko stisnejo v kot celotno Evropsko unijo. Se pravi, zakaj? Mislim, da so to tisti ključni koraki in seveda v okviru tega, ko to dosežemo, pa seveda zraven razvijamo tudi te dolgoročnejše programe, ki jih vsekakor v Evropski uniji potrebujemo in kjer bi moral biti ključni motiv seveda izboljšanje in enakovredno dostopanje do vseh zdravil in postopkov zdravljenja za vse državljanke in državljane v Evropski uniji. To bi moral biti prvi in ključni strateški cilj. Zdaj, kar se tiče same krize, zdaj, ko imamo cepiva, ki so, kot kaže, učinkovita, se nam približuje ta trenutek, izhodne strategije, ampak mi moramo vedeti, da ta izhodna strategija ni samo zdravstveno vprašanje. Pred nami so zdaj 3 ključna vprašanja. Se pravi, poleg zdravstvene, se pravi, kakšna bo prihodnost tako imenovane zdravstvene unije, tukaj moram jaz, kot sem že rekel, bi zagovarjal politiko majhnih korakov, kjer bi lahko Evropska unija naredila bistveno več, kot pa recimo z nekimi zelo visoko letečimi načrti, ki potem padajo na podrobnostih, tako kot je morda malce padla tudi tole skupna nabava cepiv. Drugo vprašanje je socialna kriza, ki nam preti po koncu proti epidemioloških ukrepov. Se pravi, to bo eno izmed velikih vprašanj in mislim, da bo to fokus in tudi po javnomnenjskih raziskavah, to so pričakovanja državljank in državljanov Evropske unije, da se parlament in institucije Evropske unije, tudi države članice fokusira na to, se pravi, ta socialna vprašanja in potem je tukaj gospodarski element. Gospodarski element, pravo stanje, opustošenja ali uspešnosti, protikoronskih ukrepov na področju gospodarstva se bo pokazala v trenutku, ko bodo ti ukrepi, seveda podporni ukrepi, se končali in bomo dobili neko realno sliko stanja evropskega gospodarstva. Mi pa tukaj še izpostavljamo, da Evropska unija kot taka, kljub začetnim težavam, je naredila velik napredek, ampak zdaj je samo vprašanje, ali bomo zmogli ob tem fokusiranju samo na zdravstveno krizo, tudi fokus na druga vprašanja, ki so se izpostavila znotraj krize COVID-19. Recimo, eno izmed vprašanj, ki se je zelo boleče izpostavilo, boleče ali zelo očitno, bo mogoče bolje reči, je to, da smo dejansko relativno stara družba. Recimo, če pogledamo podatek, da je Združeno kraljestvo po 17 milijonih razdeljenih dozah cepiv cepila komaj prebivalstvo nad 5 let, je izjemno pomemben podatek, ki kaže na to, da bomo v okviru te socialne politike Evropske unije morali oblikovati tudi politiko
dejanske medgeneracijske solidarnosti in sodelovanja, ker se ta družba, celotna evropska družba, ne bo mogla delovati, predvsem pa se ne bo mogla uspešno soočati z izzivi, kateri so pred nami in ki niso samo zdravstveni. In jaz se tukaj bojim to pretirano fokusiranje samo na vprašanje javnega zdravstva, ki je sicer izrednega pomena, ampak ni edino. Tu imamo vprašanja, ki so vezane na strukturo naše družbe in tukaj potrebujemo ta celovit pristop. Jaz se pa bojim, da gremo zopet tudi v Evropski uniji malce preveč ločeno in pri tem, gledamo drevesa, potem pa žal pozabljamo na gozd. Za celovit pristop torej se zavzemate, ki bi povezal vsa ta med seboj vsekakor prepletujoča se področja. Doktor Jerala, Evropski načrt za boj proti raku temelji na celostnem pristopu EU k preprečevanju, zdravljenju in oskrbi raka. V izhodišče pa postavlja nove tehnologije, raziskave in inovacije. Toda videli smo, da so se evropska sredstva za vodilne raziskovalne programe med pogajanji o novi finančni perspektivi in svežnju za okrevanje skrčila. Kako v znanstvenih krogih vidite prihodnost naprednih oblik zdravljenja v takih okoliščinah? Ja, hvala lepa za to vprašanje. Moram reči, da sem razočaran nad tem evropskim programom boja proti raku. Tukaj sem zdaj nekako mogoče primerjava, kot da bi izboljšali luč na ta način, da bi poskušali izboljšati petrolejko, ne pa da bi naredili pripravili neko električno žarnico. Omenili ste, da ne bi bil v centru tega nove tehnologije, ampak če pogledamo ta program, vidimo, da tega skoraj ni, da to je marginalno omenjeno, tako da moram reči, da res ne razumem, zakaj ta program ni bolj ambiciozen. Nazadnje v Ameriki so v ZDA imeli program Moonshot in prepričan sem, da pod novim predsednikom bo to še bistveno boljše. Nove tehnologije, nova revolucija, lahko rečem, na tem področju prihaja. Tukaj vidim, poglejte, v tem programu je velik poudarek na preventivi, kar je pomembno, da je manj kajenja, manj alkohola, ampak jaz nisem prepričan, da je to tisto, kar bo res pripeljalo neko novo kvaliteto v boju proti raku. Recimo, profesor Zver je prej omenil recimo CAR-T-celično terapijo. To je nedvomno ena od takih najbolj sodobnih, tudi za določene vrste raka izjemno učinkovitih metod. Če pogledamo, kakšno je trenutno stanje, torej v svetu poteka ta trenutek 953 kliničnih raziskav na CAR-T-terapiji. V Evropi od tega 100. Torej 484 je na Kitajskem, 337 jih je v ZDA. Če pogledamo to na število prebivalcev, vidimo, da v ZDA je ena raziskava na milijon prebivalcev, na Kitajskem, ki ima 1,4 milijarde, je 0,3 na milijon, v Evropi, ki ne bi bila pa bolj razvita, pa 0,19. Torej vidimo, na tem področju precej zaostajamo, da ne govorim sploh o vzhodni Evropi, v celotni vzhodni Evropi potekajo samo 3 takšne klinične raziskave. In zdaj na tem področju je res, niso samo CAR-T, nazadnje so tukaj tudi checkpoint inhibitorji, za katere je bila tudi podeljena Nobelova nagrada 2 leti predtem. V tem programu niti besedice ni. Recimo beseda imunoterapija se sploh ne omenja v tem programu. Tako da jaz moram reči, da res ne razumem, zakaj ta program ni dal večje teže na sodobnim, najnovejšim metodam zdravljenja. Recimo, jaz sem prepričan, da smo res na robu neke revolucije biološke. Nenazadnje, če pogledamo v ZDA, predsednik Biden imenoval Erika Lenderja za novega svetovalca za znanost, prvič, da je biolog oziroma nekdo z področja ved o življenju prevzel to nalogo. In prav med tem pismom, ki mu je dal kot naloge izzive za naprej, sta posebej omenjeni 2 tehnologiji, umetna inteligenca in sintezna biologija. Tukaj Evropa zaostaja in jaz se bojim, da če Evropa ne bo dovolj ambiciozna, da ne bo res podpirala teh znanstvenih prebojev, ki so seveda temelj tem tudi medicinskim prebojem, potem se bojim, da bo Evropa zaostajala. Tako da moram reči, da res ne razumem,
kaj je tista huda ambicioznost tega programa. Vem, da je predvideno, da bodo konzultantske firme svetovali nacionalnim zdravstvenim sistemom, kako se organizirati. Organizacija je pomembna, tudi informatizacija je pomembna, ampak nisem prepričan, da bo pametna kartica za bolnike z rakom bistveno bolj učinkovita kot register za rak, kot ga že imamo. Tudi preventivni programi so zelo pomembni. V Sloveniji poznamo Zara, Svit in tako naprej, ki so nedvomno pomembni, ampak recimo tudi o sodobnih metodah diagnostike v tem programu skoraj niso omenjeni, pa mislim, da so tukaj ti potenciali, žal, kot ste omenili, tudi za raziskave ni bilo takšnega povečanja, za katerega se je sicer zavzemal Evropski parlament, in tukaj se jaz bojim, da Evropa sama sebe postavlja na stranski tir s tem, da ne podpira razvoja znanosti in tehnologije v dovolj veliki meri. Kako sta znanost in tehnologija tudi v boju s koronavirusom ključna, ne? Trenutno se Evropa pripravlja na okrepljeno grožnjo novih različic koronavirusa. Gospod Šrek je že omenjal to, med drugim vključuje pospešitev postopkov za odobritev prilagojenih cepiv in krepitev proizvodnje cepiv. Podpirajo tudi okrepljeno genomsko sekvenciranje, približno 5% pozitivnih testov naj bi genomsko sekvencirali. Predlagali so tudi 150 milijonov evrov za krepitev raziskav in izmenjavo podatkov glede teh različic. Dr. Fafangel, vemo, v Sloveniji je bilo potrjenih 35 primerov angleške različice virusa. Kaj to pomeni za Slovenijo in ali so prisotne tudi druge različice? Ob tem, ko je v Mariborskem kliničnem centru zbolel zdravnik, zdaj se tukaj sumi, da gre za južnoafriško različico, ali morda veste kaj več o tem? Ja, lepo vprašanje, pa da imamo priložnost malček postaviti tudi spet pričakovanja, kaj pomeni, da ECDC, Evropska komisija pomaga pri sekvencioniranju ali sekvenciranju, mikrobiologi so mi naučili, da je oboje prav. V bistvu, koncept je malček drugačen tudi tukaj. Spremljanje ste slišali, te kapacitete so namenjene spremljanju širjenja teh različic po svetu. Še enkrat, globalni problem. Sekvencioniranje, ne glede na kapacitete, je vedno proces, ki se po domače povedano izvede potem, ko si ti ugotovil, da je oseba pač bolna. Torej je PCR pozitivna in potem na tistem izvidu, na tistem vzorcu se pač potem še naredi sekvenco. Pomembno je razumeti ta koncept, to časovno sosledje spet pomeni, da iz namene ukrepanja in obvladovanja epidemije mi ne obvladujemo epidemijo na podlagi posamičnih sekvenc ali posebnih ukrepov vezano na sekvenco A ali na sekvenco B, zdaj je B117, potem bo B1351, Južna Afrika, potem bo še ena druga, potem se bo nomenklatura spremenila in tako naprej. Torej, ključ je še vedno imeti ukrepe, ki bojo število kroženja tega virusa zmanjšalo na globalni ravni. Kar še enkrat, in to je tudi tisto z roko v roki s cepljenjem. Ideja je ta, mi hočemo imeti čim manj možnosti, da virus tako masovno kroži med populacijo, mutira in pač se razvijajo nove variante. Ker zadeva je taka, variantov, ki je relevantna, ker niso vse relevantne, ki je biološko relevantna in epidemiološko relevantna potem, ali na potek bolezni, ali dajmo reči na način širjenja, to bomo vedno izvedli z zamudo. In torej, imamo sekvencioniranje, ki ga uporabljamo in s tem bomo videli, kako sekvence širijo, lahko prilagajamo ukrepe, da omejimo način in hitrost širjenja in najbolj pomemben del tega spremljanja je, da pozorno spremljamo vpliv na našo najbolj pomembno orodje sedaj, cepljenje in seveda potem še, če je potrebno, prilagajamo to cepivo. Direktorica ECDC-ja Andreja Amon je rekla, da seveda omejitve gibanja in takšne zadeve imajo vpliv pri upočasnitvi, ampak za Evropo neki pristopi, ki so možni, dajmo reči za otoke, niso možni za Evropo, to bi pomenilo hermetično zapiranje.
in še enkrat, ne, to je nevzdržno. Kar pomeni, vsi cilji dajmo reči, omejevanju širjenja, ampak še vedno samo upočasnimo. Tako da ni pretresljivo, ne, seveda so variante, ki pač so trenutno, imajo dajmo reči, en korak več, ne, v primerjavi z drugimi, pa replaceajo, nadomestijo zdaj druge variante in to se zdaj dogaja. In se bo zgodilo z angleško, to dajmo reči rajše B117, in seveda bomo verjetno ratala potem s časom predominantne. Mi moramo opazovati, kako vseeno obvladujemo celotno epidemijo, ne ta sev in ne drugi sev. Istočasno imamo cepivo. Tudi zgodbe, dajmo reči, da kljub cepljenju oseba zboli, ne. To je tudi, seveda, ni lepa novica, ne, želeli bi si perfektno cepivo, ki prepreči, dajmo reči, okužbo, to pomeni, da niti okužiti se ne moreš, ne, torej bo preprečevala prenos, bo preprečevala oblike bolezni, bo preprečevala hospitalizacije in smrti, ne. Ampak, tudi če zdaj recimo odziv, ki ga zgradimo, hvala cepivu, ni tako specifičen. Naš imunski sistem se bori z virusi od antiveka, ne, od vedno. In odziv, ki ga pripravimo po cepljenju, je širši, bolj kompleksen. In če v eni meri bolj ali manj učinkovit, ampak še vedno zavaruje pred hospitalizacijo, pred hudim potekom bolezni in pred smrtjo, trenuten cilj strategij cepljenja je dosežen, ne, zmanjšati umrljivost, zmanjšati smrtnost in seveda potem zaščititi naš zdravstveni sistem. Tako da tole imamo in namen tega in take novice bojo, iz epidemiološkega vidika niso tako udarne, kakor mogoče izgledajo. Evropa ima administrativne točke vstopa, pa neadministrativne, pretok blaga, pretok vsega, vzdržnost je tisti pravi način, ne, in zmanjšati in upočasniti toliko, da je zadeva za vse nas vzdržna. In samo takšen pristop nas bo pripeljal v neko normalno življenje. In dajmo reči, kakor smo slišali, HERA inkubator, ne, in pozdravljam take pristope, no. Pomembno je pa seveda vedeti, kaj se dogaja, kako se spremlja in čim bolj vseeno pravočasno imeti puls nad situacijo in usmerjanje tega našega cepljenja je zagotovo prioritetno. Če nam je nekaj pokazala ta pandemija, kot rekel tudi profesor Zvir, je vseeno, da podhranjenost tega sistema, ne, pa klinike, pa javnega zdravja, pa epidemiologije, ne, veste, nalezljive bolezni smo jih malo dali na stran, ne. Mi smo mislili, da to je zadeva, ki se tiče pač bolj držav v razvoju, ne, načeloma mi imamo tukaj še urejeno, ni bilo kaj dosti, ne, investicij, ne v digitalizaciji, ne v enostavno kadrovskih kapacitetah in zdaj se je izkazalo, kako je pomembno vlagati in tlo, če lahko, ne, kjer tisti, ki lahko odločijo in vplivajo, vlaganje v znanost od bazične, ne do aplikativne, ampak tudi potem v terence, tisti, ki imamo odziv, tisti, ki delamo na odziv, v kliniki in v preventivi. To je pač naslednja pandemija nas čaka, ne, to vemo, bo. Zdaj smo zastavili ene korake, smo videli, kje so šibke točke in zdaj moramo razviti, zdaj tisti trenutek za razmišljati, seveda zdaj gasimo požar, ampak naslednjič moramo vse postaviti tako, da bo to cepivo še prej na voljo, ne, da bo epidemiološko spremljanje na voljo, da bo sistem tracinga na voljo, namenski kader za tracing, da bo takoj na voljo, da bomo imeli ta sistem vzpostavljen in že razmišljati, cepilni podvig, mi želimo precepiti celotno populacijo. Je jasno, da zdaj gasimo požar, tako kot v Izraelu z akcijami v halah, v stadionih in funkcionira, ne, in je outreach misija, ko gre na cepljenje, funkcionira, ampak dajmo pomisliti, kako bomo naprej. Seveda preko izbranih osebnih zdravnikov taka mreža, ko je potrebna taka masovna zadeva, ni dovolj, dajmo približati te naše ukrepe populaciji, dajmo razmišljati take zadeve, ki do zdaj nismo mogli premakniti naprej. Po svetu se uporablja cepljenje v lekarnah, dajmo reči, ne. Pomembno je, vsaka priložnost mora biti osebi, ne, na voljo in enostavno dostopna, da naredi tisti preventivni ukrep, ki je potreben. Dajmo pripraviti eno mrežo, ne, ki je res ljudem prijazna, dostopna, dajmo seveda komunicirati, da je ta ukrep sprejemljiv, ker če ne, seveda se za tak ukrep ne odločiš. Dostopnost, enako sprejemljivost, to je tista pot. Variante vseh virusov bodo, ukrepi načeloma ostajajo isti, pristop je takšen trenutno, cepljenje,
pa nefarmakološki ukrepi na najbolj vzdržen način, ki je možen. Če pa zadeva tvega še enkrat preobremenitev našega zdravstvenega sistema, potem pa seveda strožji ukrepi, jasni, za kratek čas in potem poskusimo ponovno. Doktor Jerala, ali nam lahko pojasnite, ali med temi variantami obstajajo pomembne razlike in kako nas mora skrbeti za učinkovitost cepiv proti tem novim variantam? Pfizer in Moderna testirata, kako bolj učinkovit bo še en, torej tretji odmerek. Kakšno veliko vprašanje je to? Med variantami so kar precejšnje razlike in to so ključne. Ena zelo pomemben problem je večja infektivnost. Kar poglejmo vase, če smo imeli težave z obvladovanjem epidemije z starim sevom, z sevom, ki je še 30% bolj infektiven, se bojim, da bomo zelo težko prišli brez nekega popolnega zapiranja. Se pravi, to je nek sev, na katerega pa na srečo cepivo deluje praktično enako učinkovito kot na začetni wuhanski sev. Potem so pa seveda variante, ki imajo pa mutacije, ki spremenijo učinkovitost vezave protiteles in nevtralizacijo virusa. To je ta znamenita južnoafriška varianta B1351 in tudi brazilska, zdaj mislim, da tudi kalifornijska varianta se je pojavila v ZDA, ki ima sicer nekoliko manjši vpliv na nevtralizacijo, ampak te variante so kljub samo zelo nevarne. Sicer gospod Fafangel je strokovnjak za to področje, jaz težko rečem, ampak kljub samo mislim, da če zapazimo, bi bilo zelo pomembno, da preprečimo oziroma zmanjšamo širjenje vsaj te južnoafriške variante, za katere se je pokazalo, da so cepiva dejansko manj učinkovita. Nenazadnje tudi Avstrija je zaprla Tirolsko, jaz upam, da ni šlo veliko Slovencev smučati v Tirolsko, kot berem, koliko je Slovencev na smučanju v Bosni, se bojim, da se zelo hitro drvimo v naslednji val. Tako da jaz mislim, da kljub samo, če se zapazi, in to je namen, kot jaz razumem, tega določena sekvenc, da ena stvar seveda katalog, da vidimo, kako se spremlja v populaciji, kot druga pa, da poskusimo le, kot se le da do neke mere, kot pač gre omejevati te nevarne variante. Zdaj, kakšna je bila učinkovitost cepiv proti tej, recimo, južnoafriški varianti? Zadnji podatki, torej 2 cepivi sta se bolj natančno testirali, sicer od Johnson & Johnson, ki kot rečeno bo zdaj odobrena v ZDA, v Evropi, upam, recimo v parih tednih, je torej padla učinkovitost, ampak je bila po zadnjih podatkih še vedno tam nekje 64%, podobno 60% učinkovitost je bila za cepivo Novavaxa, ki je samo sicer zaščitilo tam nekje 89%, medtem ko recimo cepivo AstraZeneca, ki so jo, moram povedati, testirali na drugi populaciji mlajši, se je pa izkazalo kot zelo slabo učinkovito, torej učinkovitost je bila le 10%. Na tej mladi populaciji, kljub samo, jaz še vedno bi rad to poudaril, da po sedaj znanih podatkih cepiva, kljub samo tudi pred temi variantami, torej južnoafriški, zaščitijo pred hudo boleznijo in smrtjo, kar je nenazadnje tisto, kar je najbolj pomembno. In mislim, da to je tisto, kar je res nepopravljivo, ker poleg samih protiteles, ki nevtralizirajo virus, torej cepiva inducirajo tudi celično imunost, ki potem uničijo te okužene celice in to kljub samo ti epitopi se ne spreminjajo s temi mutacijami v takšni meri, torej da bi zmanjšali učinkovitost te celičnega odziva. Predvsem pa mislim, da je pomembno, da se res čim prej v čim večji meri precepimo, zato ker se je pokazalo, da cepiva tudi zmanjšujejo prenos okužb, tudi asimptomatičnih okužb, to se je pokazalo za kar nekaj cepiv v zadnjem času in z visoko precepljenostjo bomo zmanjšali širjenje tudi teh variant in na ta način tudi razvoj novih variant, ampak zaenkrat se bojim, da kot sem omenil na začetku, količina cepiv, ki jih imamo v tem trenutku, vsekakor ne bo pripomogla pomembno k zmanjšanju širjenja epidemije. Upam, da bo zmanjšala število smrti v najbolj prizadeti populaciji, ampak seveda
moramo se zavedati, da ravno starost je tisti najbolj kritičen dejavnik. Tam nekje od 55. leta naprej potem to strmo raste za starostjo. Pomembni so seveda tudi določene vrste bolnikov, kot je omenil profesor Zver, torej bolniki z rakom so tudi ravno tako ogroženi in mislim, da v tem času lahko zaščitimo samo te prebivalce. Potem pa res upam, da bo Evropska komisija kljub samo le bolj uspešna pri tem, da saj do poletja zagotovi te količine cepiv, če ne pa, torej sem prepričan, da saj do jeseni bomo zagotovili 100, recimo vsaj 70%. Upam, da višjo precepljenost v Sloveniji, tako da gremo lahko potem mirno v jesen. Zdaj, mogoče še to vprašanje glede te dodatnega odmerka. Ja, torej, Moderna je že začela, torej so že dobavili cepivo, ki so usmerjene proti varianti, sicer oni so poskušali na različne načine, torej bodi si samo kot prvi osvežitveni odmerek, potem kot tretji dodatni odmerek za tiste, ki so že cepljeni, zato da se razširi ta odpornost na novo varianto in potem tudi bivalentno cepivo, torej cepivo usmerjeno proti izvirni in drugi varianti. Prepričan sem, da BioNTech ima tudi ravno tako že pripravljena cepiva za tovrstne variante in sem prepričan, da jih bo začel kmalu odobravati. Upam, da bo EMA torej glede tega toliko fleksibilna, da bo skrajšan postopek registracije oziroma skrajši postopek testiranja, tako da upam, da bomo vsaj jesen že imeli na razpolago te cepiva proti variantam. Moramo pa videti seveda, kako se bodo razširila. Torej, v prvi fazi moramo vsekakor z nemedicinskimi ukrepi torej preprečiti zamejevanje, širjenje virusa, tvorbo novih variant in upam torej, da bomo s poletjem dobili dovolj cepiva in upam, da bodo tudi temperature, torej s tem, da bomo ljudje več v odprtih prostorih, se bo zelo verjetno tudi nekaj prispevalo k temu, da bo širjenje virusa manjše. No, preden nadaljujemo razpravo, se moram za sodelovanje zahvaliti še enemu našemu gostu, ki ga že kličejo tudi druge obveznosti. Dr. Grošelj, najlepša hvala za pomembna vprašanja, ki ste jih odprli in hvala za sodelovanje v razpravi. Hvala tudi vam, se opravičujem, ampak imam obveznosti, da grem naprej. Hvala, srečno. Dr. Fafangel, želite nekaj dodati? Ja, ker se strinjam s profesor Jerala, je lepo tudi delno od nefarmakoloških ukrepov zelo lepo povedal, ker bi rad, ker dejansko je stališče isto, samo da je jasno, da gre za upočasnitev. Nefarmakološki ukrepi kar bojo lahko dosegli, je upočasnitev potem širjenja raznih različic. Pomeni, da tisto ukrepanje okoli posamičnega primera ne more biti, zato želimo nefarmakološke ukrepe, ki so pač splošni, sprejemljivi in ki seveda mitigirajo in zmanjšajo to tveganje, da se pač širjenje na globalni ravni takih variant, ki so zaskrbljujoče, da je čim bolj počasno. Meni kot epidemiologa najbolj vedno bremeni vprašanje recimo za B117, torej dajmo reči angleško različico, je to, zakaj naj bi bila bolj kužna, ker samo tako lahko potem prilagodimo nefarmakološke ukrepe in vse ostale ukrepe, da se ta zadeva lažje omeji. In trenutno se nakazuje, da je mogoče primaren razlog, dajmo reči, upočasnjen clearance virusa, kar pomeni, da bi izločal nekako, da si bolj kužen, ampak da si kužen več časa. To po domače povedano je tudi dobra novica, zato ker vemo, kje lahko usmerimo. To je ta ukrep, to je enostavno ukrep izolacije, ki ga imamo, pač bolnih. To pomeni testiranje, da najdemo čim več, oziroma vse bolne in izolacija teh. In to je dobra novica, ker vemo, da taki ukrepi, ki so, dajmo reči, in jih moramo še naprej zagotavljati, da so sprejemljivi, dejansko funkcionirajo. In ravno to še pri nefarmakoloških lahko še naredimo veliko več in mogoče Evropska komisija in Evropa je fajn, da pomisli glede testiranja. Eno je seveda testiranje za kurativo, diagnostiko. Eno pa je testiranje kot javno zdravstveni ukrep za omejevanje pandemije. Takrat je pa bistveno bolj pomembna dostopnost tega testa in sprejemljivost tega testiranja strani populacije. In vidimo, da hitrski testi imajo svojo vlogo, ampak še vedno jih dela to zdravstveni kader,
in dajmo reči, so relativno nazofaringalni, nebris nekako invaziven. Tako da razmisliti in vse države in tudi izven Evrope se razmišlja naprej ukrep, a ne enostavnega, nazalnega, kakorkoli že, ne hitrega testa, ki lahko oseba opravi sama doma in ga lahko opravi preden gre v službo, in tudi če ta občutljivost, senzitivnost nekoliko nižja, nadoknadi s frekvenco testiranja, in to ni v smislu zašteti primere ali spremljati potek epidemije. To je čisti javnozdravstveni ukrep, kako izločiti čim večje število bolnih iz populacije, ker vam garantiram, da oseba, ki bi imela takšne teste na voljo, ne, če bi bil tisti dan pozitiven, kvečjim bo pa delala od doma, če že ne bo poklicala zdravnika. Večina bo pa zaskrbljena in bo poklicala zdravnika in bo šla eventualno na potrditveni test. Tudi tukaj imamo cepivo in moramo misliti tudi, ne smemo se ustaviti pri tem naboru nefarmakoloških ukrepov, ki jih imamo sedaj. Moramo pomisliti naprej. In testiranje ima pot naprej in je zelo dobro za razmisliti, če takšni dodatni pristopi bi lahko omogočili, ker to si želimo, ne, čim bolj normalno odprto družbo z ukrepi, ki so sprejemljivi, ampak še vedno, da to, kar deluje, in izolacija, ne da najdeš bolne, seveda deluje, je pač pomembna. In še je profesor Jerala rekel, takno se čudovite točke, ki pa je ta naša strategija in vloga torej starejših, ne, in to je tisti naš fokus, ne, ker tam bolezen, tam s cepivom naredimo največ, prioritete trenutno, ne, o pomanjkanju cepiva morajo biti zelo jasni, in to je edina etična zadeva, kar lahko naredimo, ne, cepivo gre starejšim, cepivo gre kroničnim bolnikom, to je tista pot trenutno, ki je res te prava. Hvala. Če dovolite, bi ostale še malo pri vas, dr. Fafangel. Odprli ste zanimivo temo, ravno te testi, ki so malo manj invazivni, jih že uporabljajo v Avstriji, denimo šolarji se sami v pomoči staršev testirajo. Ko smo spraševali državno sekretarko na Ministrstvu za zdravje, ali tudi v Sloveniji lahko pričakujemo kakšne uvedbo manj invazivnih testov, je rekla, da za zdaj so vprašanja o njihovi zanesljivosti. Ali morda vi že veste kaj več? Se dela na tem, da bi se take teste uvedlo tudi v Sloveniji? Razprava je, ne, jaz lahko dam čisto samo mojo strokovno stališče kot epidemiolog, ne, potem tukaj le pridejo še drugi specialisti, ki lahko povejo zanesljivost, uporabnost teh testov, ne. Seveda je vedno te moramo paziti, ne, še enkrat, kaj to testiranje pomeni, ne, če to testiranje pogojuje spet ene pravice ali kakorkoli že, ne vstop, potem je moramo biti zelo prepričani, kako ta test deluje, mislim, v vsakem pač pripomočku, ampak v Sloveniji največji problem, da to so vsi pripomočki, testi, ki lahko uporablja samo zdravstveni kader, ne. Torej, odzem se naredi na tak način in to so nekako, ne vem, če je prav izraz, ni čisto moje polje, ampak nekako zdravstveni pripomočki, ne. Drugače pa en drug pristop na testiranje je, jaz sem prepričan, da tudi na Ministrstvu za zdravje vsakeč, ko imamo debate, se razmišlja o novih poteh, ne. In ta nova pot je, ne, invazivnost tega testa, mislim, kateregakoli pač je pomembna, ker tudi mi želimo, da bi se osebe pogosto testirale. Teda, če ta test, razumete, je nekaj, kar ti narediš in potem se odločaš in je to informacija zate, kaj je tudi relevantno. Jaz sem govoril z enim kolegom, ki ga zelo spoštujem, je rekel, tak način testiranja da tudi nazaj osebi, posamezniku, a ne, tisto kontrolo nad epidemijo, nad kaj se mu dogaja, ne, nekako proaktivno pomaga, dajmo reči, obvladovati to zadevo in to je pomembno, ne, ker to, kar se je dogajalo, se pravičujem, v tem času je, da je nekako sistem, ne, predvladal na posamezniku, ne, v Italiji, v Sloveniji, v Evropi, ne, te zaprejo, je lockdown, je tako, ne, nisi del, sam gledaš gor, kaj se ti bo zgodilo in si pasiven, ne. Testiranje je pa, ti imaš doma tisto škatlo, se testiraš pogosto, si aktiven pri tem. To je ta pristop, ker še enkrat, tek je na izjemno dolgo progo. Jaz upam, da tle, to ni stvar epidemiologov ali kogarkoli, to je stvar, pač, mi lahko povemo javnozdravstveni vidik in kako od epidemiologi vidimo to kot pomembno javnozdravstveno orodje za obvladovati epidemijo, mikrobiologi
epidemiologi, povsem suvereni in strokovnjaki na področju rečejo takšen test, tako, to morajo biti ti pogoji, ne, in da je jasno, kakšno so pravice, dolžnosti, kako ta test funkcionira in kakšen je njegov namen. Jaz si ne želim, da pride to spet en test, katerim bomo šteli primere ali ne vem, kaj se bo pogojevalo. To mora biti test, ne, namenjen k obvladovanju epidemije, ne, in to je ključno. Jaz sem prepričan, da Ministrstvo za zdravje ima posluh in bo poslušalo pač seveda ne samo pač vse strokovnjake, ker zadeva je res multidisciplinarna in iskalo rešitev. Je pa potrebna pomoč tudi Evrope, ker že z HAGT, to pomeni s temi hitri antigenskimi, ki zdaj čakamo, ne vem, mislim, da še čakamo na tiste teste, ki je bila skupna nabava na nivoju Evrope, ne. Tako da moramo biti malo hitrejši, no, ne zdaj spet samo čakati, in ker pač ne, moramo biti, mogoče ga še enkrat ne biti, dajmo reči, obsedeni s perfektnostjo, ne, tistega ukrepa in tistega testa, ampak je vseeno pandemija, je krizna situacija, se pričakuje od Slovenije in od Evrope malček bolj agilnosti, ker če ne zadeva, če se bomo vedno lovili virus. Itak je korak pred nami, ne. Tako kot ste rekli, na te hitre teste iz Evrope še čakamo. Kot vem, je Ministrstvo za zdravje zato šlo v nov javni razpis za nabavo hitrih testov. Doktor Jerala, kaj pa učinkovitost različnih cepiv, ki jih je že odobrila EMA? Recimo v Nemčiji se kar 80% Nemcev, med njimi so tudi zdravstveni delavci, ne bi želelo cepiti s cepivom AstraZeneca. Razumljivo, ne, mislim, ljudje pač vejo, kakšna je razlika med 95 pa 70%, torej cepivo AstraZeneca je nedvomno manj učinkovito, ampak kljub vsemu, kot sem že enkrat danes omenil, to cepivo zelo dobro zaščiti pred hudim potekom bolezni in pred smrtjo. Tako da jaz mislim, da ni na mestu, da ta cepivo ostajajo neporabljena. Mislim, da v Sloveniji ni tega problema, ali pa da imajo ljudje občutek, da se z nekim manj vrednim cepivom cepijo. Ta trenutek, dokler nimamo na razpolago dovolj cepiv, jaz mislim, da je pač potrebno izkoristiti vsa cepiva, ki so na voljo. Tudi cepivo AstraZeneca je bilo odobreno, preverjeno strani EME in je varno, kot rečeno, nekoliko manj učinkovito. Se pa izkaže, da tudi tega cepiva ni dovolj, no? Tako da jaz mislim, da ja, to sem želel povedati. Doktor Zver, še na kratko bi se k vam vrnila. Omenili ste že sami, da ste eden izmed redkih oddelkov, kjer ste uspeli preprečiti vdor virusa. Že tako zaradi, bom rekla, vaših bolnikov tam veljajo tudi sicer posebni ukrepi. Kako je epidemija spremenila delo na vašem oddelku? Ja, mi smo takoj to spoznali kot resno grožnjo, ne, takoj tudi prva poročila so govorila o takoj visoki smrtnosti. Zato nisem razumel, zakaj jaz sem že decembra začel težiti v narekovaju, da moramo naše bolnike precepiti. Mislim, da starejši kot 80 let imajo primerov okužbe, umrljivost, mislim, da okrog 7-8%. Hematološki bolnik, recimo v postopku aktivnega zdravljenja, pride tam na 33-36%. In to ni heca, ne. In jaz sem zaradi tega že težko razumel, zakaj smo toliko časa čakali, da smo jih lahko začeli cepiti. Pa še zdaj ni urejeno ne za hematološke bolnike, ne za imunsko pomanjkljive, ne za tiste, ki imajo transplantirane solidne organe. Se moraš preklicati pol kliničnega centra, da recimo nekoga, ki ga je treba začeti zdraviti danes, pa mu lahko mogoče zdravljenje odložiš za 3-4 tedne, da ga pocepiš. Ne morem dobiti danes cepiva, moram klicati tam v narekovaju skoraj tovariša Tita, ne, da dobim to vakcino, ne. Namesto da bi bilo v bolnicah pool enih teh vakcin, da bi lahko te ljudi pocepili. No, in mi smo šli takoj na hard. Predvsem smo veliko delali na izobrazbi našega kadra, ker ti imaš lahko še tako dobro vse strategijo, kako boš vse ščitil pa kontroliral, pa kako boš nadziral. Če ti ne povejo tvoji uslužbenci pa bolniki, da so prehlajeni, da so simptomatski,
potem nisi naredil nič. In pri nas so dejansko so hodili bolniki, nekateri v strahu, da ne bojo dobili usluge zdravstvene, so hodili za vročino, pa vzeli kadol, pa prišli tja na transfuzijo. Res frustrirajoči pač primeri so bili, ampak vse ne nazadnje niso oni krivi, jih je bilo strah za svojo usodo. To smo rešili tako, da smo se odprli navzven do njih, da smo z njimi redno tedensko komunicirali in pojasnili, da če imajo vročino, da ne bojo zavrnili, da bomo poskrbeli za njih na drugačen način. Pa smo tudi to uspeli zrihtati. Potem smo imeli svoj sistem brisanja, kjer smo vsakega od naših zaposlenih, še zdaj imamo, čim je imel nekdo nekaj v stiku bil, pa je obstajala možnost okužbe, smo ga takoj pobrisali. Imeli smo nično toleranco tudi za stike nizkega rizika, si šel v karanteno, ker dejansko umrljivost tretjina, 40% njih je. In s to res trdo metodo smo uspeli ostati negativni kot klinika in moram reči, da smo prav ponosni na to, ker pokaže, da smo pač zastavili stvari tako, kot je treba. In rad bi rekel, da saj še enkrat rečem, ampak meni gre skozi ta COVID, recimo tudi zdaj govorimo več o skozi COVID-u. Imamo tudi kar enih drugih zdravstvenih težav pa problemov v slovenski medicini. In se bojim, če se bo ta trend zdaj nadaljeval, res se bojim, kaj bo z ostalimi temi bolezenskimi entitetami. Recimo naj povem, naš kolega, bivši upokojen, ima periferno aterosklerozo, ki se mu kaže za intermitentnimi klavdikacijami, po domač povedano to tako izgleda, da ko začne hoditi po 200 metrih, ga začne noga peč, pa ne more naprej, pa se mora ustaviti, pa potem spet naprej. In bi bil tak je za diagnostiko. In čakalna doba je izjemno dolga in lahko se to rezultira v odrezani nogi. Pa se recimo tako vprašam, a kdo ve, mogoče koliko nog je bilo odrezanih v tem času po tem kopitu. Mi nimamo narejenih nobenih analiz, kdo vse je zaradi tega utrpel škodo. Pa tudi to so vsi bolniki, tako da moramo poskrbeti tudi za vse ostalo, vse ne nazadnje je tudi ta kolateralna škoda so zraven. Bolj celostno moramo stvari videti. To, kar jaz pogrešam, je to, da imamo samo COVID, da redko kdo vidi celostno sliko vsega tega, da nam uničuje zdravje tudi pri drugih bolezni, da nam uničuje pedagoško delo, recimo pedagoškega dela ni, študenti nimajo vaj. Ti moraš recimo, da znaš koronarni sindrom, da ga začneš razumeti, pa da posumeš na njega slišati recimo 100 anamnez, 200 od bolnikov kot študent. Oni niso slišali letos nobene. In to je to, kar nas skrbi. Plus raziskovalno delo in dejansko na vseh področjih ima to vpliv na celotno medicino, pa tudi druge sfere gospodarstva in res me to skrbi. Nimamo tudi nekega plana kadrovskega, kako bomo to naprej. Menim tudi, da je kritično točka so sestre. Vemo, da jih je ogromno na zavodu prijavljenih na mesto, da delajo, ker se jim verjetno splača bolj biti na zavodu. In mislim, da jih treba plačati, tako kot se spodoba. Ker te ženske skozi dela niso doma, pa z nizek dohodek, pa ne more otroku niti čokolado kupiti, recimo tako v prispodobi rečeno. In to ni prav. Toliko, no, ja. Kot ste rekli, epidemija je res razgalila vse te pomanjkljivosti, ki so obstajale že prej, zdaj pa smo se nekako osredotočili samo na virus. Počasi se približujemo zaključku razprave. Prijeli smo vprašanje gledalca, dr. Fafangel, ob tem, ko smo zdaj na veliko sproščali ukrepe, zdaj pa je ponovno obalno-kraška regija v rdečem, vas skrbi, da nas zdaj čaka tretji val epidemije?
Mislim, skrbi me, ne glede na valove, način, ja, mislim, sproščanje mora biti pač, dajmo reči, postopno in moramo malo videti, kaj se dogaja, ne. Jasno je seveda, da ob tako dolgih, dajmo reči, ukrepih, ko smo jih imeli mi, ne, je to sproščanje videno, ne, zdaj kot nek trenutek pač za relaksacijo, za reči, to je to, ne. Dobro, ne, malo nam bo pomagalo, jaz upam vseeno, ko gledam globalne številke covida, nekaj je v zraku, saj nočem biti pač tisti optimist, ne, rajši realist, ne, ampak so v upadu globalno številke, ne, tako da vseeno neko sezonsko gibanje tega virusa, jaz še vedno upam, da vsaj en del bo tega, ne, pa seveda, kakor je bilo rečeno, prekuženost nekako se prihaja zraven, nekoliko vpliva cepljenje, ne, zdaj trenutno vpliva samo, dajmo reči, na smrt in hospitalizacijo, ampak bo vplivalo, tako da, ja, počasi, razlika je ta, ne, trenutno smo še navajeni tega cikla, ne Slovenija, širše. Italija, in primis, ko vidim, kaj se dogaja, ko grem čez mejo, ko grem domov. Skratka, a veste, ne, zaprto pa odprto, ne, vmes pa je nič, ne, in to je pač ta napačen koncept, ne, je pač zaprto in potem vmes je tista faza, kjer pa ja, bi mogli malo drugače, ne, in bi mogli se zavedati, da z nekaterimi stvarmi bi lahko vzdrževali dlje časa. Zdaj, to med zimskim časom je problem, ne, zaprti prostori smo videli, smo se pa veliko naučili, ne, to tveganje aerosolnega prenosa, zaprte prostore, to zdaj moramo izkoristiti, ne, ta nova spoznanja in pač ne preseliti na zunanje prostore vse, kar se da, gibanje na prostem, in pač tiste, ki ponavljamo non-stop, ne, ampak v redu, ne, pač omogočiti pač tista ravnanja, ki so pomembna. Tretji val, spremljati bomo mogli, ne, mislim, številke ne bojo, ne, na takšen način, glede značilnosti virusa je jasno, da ne bomo prišli na nulo, ne, mislim, in nobena evropska država na način, Italija, nobena ne bo na nulo. Želimo pa toliko pač suprimirati virus, ne, da pač omogoča neko relativno sproščanje, ker pač vlak, ne, dajmo reči, covidira v Evropi, pa verjetno tudi v svetu, ne bomo videli, ampak ta je nekako odpeljal, ne, že mogoče ga sploh nikoli ni bilo zaradi samih značilnosti tega virusa, no, ali pa mogoče je bil čisto na začetku te epidemije. Zdaj bomo mogli pač iti z dajmo reči, eno mero supresije, ki bo vzdržna, nefarmakoloških ukrepov, in ukrepov, ki so ljudem razumljivi, ne, ki so jim razumljivi, da imamo skupen cilj, da vejo, zakaj to delajo, ne, ker če jaz imam masko gor ali pa ne grem tam gor samo zato, ker mi je to zapovedano, ne bomo prišli do rešitve. Jaz res upam, da je jasno, da zdaj moramo vsi stopiti skupaj, ne, da ni ta sistem preplavljen. Imamo dobro orodje, mislim, da lahko potem zdaj toleriramo nekoliko več, a ne, glede cepiva in tega, da so najbolj ogroženi zaščiteni, ampak to ne pomeni, da imaš zdaj ogrožene zaščitene in virus naj divja med mlado populacijo. To je recept, da se bomo v kratkem našli z varianto in potem bo cela Evropa sedela na enem kupu neuporabnega cepiva, ne. Tako da pazljivo okoli tega, ne, in to je ta strah, ne, mislim, da ne zapeljemo pa zdaj strategijo v to, da zdaj nekako najbolj ogroženi so nekako zaščiteni, ne, in zdaj za vse ostalo je free for all in to, ker ta zadeva si spet postavljamo bok, da nas bo ta virus, ki se na vse neugodne zadeve, ki nas je lahko presenetil od načina prenosa do trajanja kužnosti do vsega, nas bo ponovno presenetil, tako da moramo pazljivo. Pozorno spremljam dogajanje na obali, vseeno Slovenija je majhna in številke hitro nihajo, tako da sem pač vedno optimističen.
Jerala, prijeli smo tudi vprašanje glede cepilnih potnih listov. Vemo, vseeno marsikdo upa, da pa bo lahko poleti odšel tudi kam v tujino. To vprašanje se seveda odprlo tudi včeraj na vrhu voditeljev Evropske unije. Ali je to rešitev, glede na to, da trenutno je cepivo dostopno le manjšemu delu populacije? Pojavljajo se tudi vprašanja o, bom rekla, neenakosti na podlagi tega. Doktor Jerala, se slišimo? Ja, zame, oprostite. Ja, se pravičujem. Tako, doktor Jerala, za vas je vprašanje. Ki odločamo o tem, jaz mislim, da nedvomno omejevanje oziroma je pač zadeva, v kateri bo potrebno doseči soglasje. Mislim, da je zelo jasno, da se bodo hitro predvsem videle razlike med državami. Izrael bo zelo verjetno tam nekje že marca, aprila ven iz tega in bodo vsi veseli. In seveda tudi država bo postala aktivna, Velika Britanija očitno tudi prej, tako da če ne bomo prišli do dovolj visoke precepljenosti, potem mislim, da bo pač potrebno tudi z določenimi ukrepi, kot je omejevanje, v to posegati. In ne nazadnje, mogoče imamo tudi ta primer z temi potovanji, s katerimi smo že v prvem valu, lani spomladi in letos prinesli precej primerov v Slovenijo. Tako da mislim, da je tukaj stvar odločitve v Evropi, ampak ne nazadnje, cepilni potni listi obstajajo že desetletja, torej v določene države je bilo potrebno imeti cepljenje, ne vem, recimo za rumeno mrzlico, da prideš, tako da mislim, da ni izključeno. Zelo verjetno, po mojem mnenju, da Evropa ne bo šla v omejevanje znotraj članice Evropske unije, medtem ko izven tega pa je seveda veliko vprašanje. Evo, doktor Fafangel, za konec še zadnja replika, izvolite, prosim. Hvala, se bom zelo kratek. Ja, ampak paralelka z rumeno mrzlico je realna, je res, ampak tle, kot ste rekli na začetku, ključno je dostopnost. Tako da omejevati pravice, če želim iti spet v Gano, zdaj na misijo, ker je spet problem dol mislim v Ginejo za ebolo, rabiš seveda cepljenje proti rumeni mrzlici. Ok. In če tega ne moreš dobiti, je potem zadeva problematična in iz vidika enakosti in še širše. Tukaj je pa potrebno seveda vzeti širši kontekst, ki ni samo zdravniški ali pa epidemiološki v poštev. Tako da tle mislim, da neka hibridna rešitev začasna bo sigurno, da se eno upoštevanje, dajmo reči, cepilnega statusa, ampak potem, dokler cepivo res ni dostopno in vemo, da potem še vedno bolj marginalizirani skupini bo vedno slabše dostopno, moramo pomisliti, kaj tudi enih alternativnih poti, testiranje in drugi certifikati, ki bi lahko vseeno omogočili dostop do enih pravic. Tako da tle moramo počasi. V mednarodnem zdravstvenem pravilniku je rumena mrzlica kot zahteva za države že veliko časa in zdaj moramo umestiti na pameten način COVID, ampak ne smemo res, kot ste poudarili 5-krat, ne smemo pozabiti na dostopnost tega, ker če ne, zadeva ni pravična in bo povzročala več težav, kot rešitev. Hvala lepa. S to mislijo bomo končali. Hvala lepa, spoštovani gostje, za vse informacije in pojasnila. Hvala lepa pa tudi vam, spoštovani gledalci, za vašo pozornost. V studiu Evropa pa ste vabljeni že prihodnji petek na pogovor ob kavi z evropskimi poslanci o aktualnih temah pred plenarnim zasedanjem Evropskega parlamenta.